ampak je pa veliki privilegij to, da lahko si privoščiš malo manj delati. Tu bi eno samo stvar ti dodala, jaz pa poznam nekaj ljudi, ki imajo recimo isto priložnost, o kateri zdaj ti govoriš, ne? Ampak ker v tej družbi si na nek način, jaz to nem, jaz moram iti na svoje, tako si malo jim je nekako neprijetno in pol se odločijo zdaj zaradi nekega družbenega pritiska pa pričakovanj mogoče staršev, zdaj če so starši pa rečejo, pa to ne moreš tak, ne? In pol ljudje mogoče na mesto, da bi delali to, kaj jih res zanima pa veseli, hvala lepa, se pol čaj nalivamo. Vse skoro nič več ni. Pol požirka, okej. Joj, sorry, vse pa sem dal malo več. Ja, tak je, ko imaš starejšo sestro, mlajši brat, pol to bi vedno boljše. Mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa za nič. Pozdravljeni, dragi bratje in sestre, v hrupu in niču. V 4. epizodi 2. sezone podcasta Mnogo hrupa za nič, ki upamo, da bo čim bolj protihrupen in protiničen. Z vami sva kot ponavadi jaz, Primož Vidovič. In pa jaz, Aljoša Toplak. Ne smeva pozabiti, kot ponavadi pozabiva, da vas nagovoriva, da se naročite na najn kanal in sledite najnemu podcastu na vseh socialnih omrežjih in na Spotifyju, da vam lahko prosti čas preganjava tudi sicer. Ja, pa da še zahvalimo temu baru, ne? Pri babici Brede. Tako je, okrepljevalnica pri babici Bredi. Tu na Ptujski gori, zraven cerkve. Ja, nam je zelo prijazno stopla to teraso. Do zadnjega hipa nismo našli lokacije in pol se je kar grozno prikazalo, kakor je. Ja. Hvala Bogu, da sem šla z teto vprašati, ne? Hvala Mateja. Posebna gostja, ki jo lahko kar Aljoša predstavi, ker je z njim povezana v krvnem sorodstvu. Nepotizem, moja sestra Mateja. Ima veliko pogovorov smo imela pač o delu, pač zakaj delamo stvari. Ja, pa dosti smo se pogovarjala, pač zakaj delamo stvari. Pa danes je glih taki dan, ki je glih se lahko danes sprašujemo o tem, zakaj sploh delamo te stvari. Pač toto epizodo smo šli snemati, smo šli tam na Ptujsko goro, nič ni laufalo. Smo na Ptujski gori, pravzaprav. Smo na Ptujski gori, ampak smo šli gor na cerkev, nismo našli pravega prostora zaradi sonca, zaradi hrupa. Tako smo se nadelali, da zdaj nam skoraj več ni zagovoriti o delu. Ja, zafrustrirali smo se in so se človek vpraša, kaj tega treba. Jaz ne vem, če še bo kaj gost hotel priti, ne? Ja, če bi tak vsakega gosta matrala, ko smo danes Matejo, s tem gremo tja, gremo ta, vsak gost najo matral, tako če. Samo jaz bi samo nekaj povedala, ni samo nepotizem, ne? Jaz nisem tu zato, ker sem tvoja sestra, ampak zato, ker sem verjetno edina, ki je vse vajne epizode poslušala, ne? Ja, to pa je res, ne? Ampak si pa vse epizode poslušala zato, ker si moja sestra. Ne, jaz ne poslušala zato, ker iskreno verjamem, da je ta podcast potreben. V bistvu si najna glavna kanadska poslušalka. Torej. Bivša. Ja, točno, ja. 1% smo vedno imela iz Kanade in pol se čudimo, odkot je tak ti kanadski gled in pol valjda Mateja je v Kanade. Samo jaz sem vedno nadzvočnik poslušala, so še drugi čuli. Smo glasni. Ja. A preveč glasni. Zdaj se mogoče kakih poslušalec, oziroma poslušalec verjetno ne, gledalec pa se sprašuje, kaj je ta monstrum na mize. Ja, takšen velik pajek, ki je usmerjen v mene, ki je mikrofon, zato ker smo brez tretjega mikrofona ostali. Ja, tada ne se bat, vse je vredno. Ja, pa ne, upam, da vaša ušesa ne bodo preveč trpela. Ja. Ne, se ti do 12 govoriš, super je. Ok, v glavnem zdaj pač zbrali smo se, kaj ni danes neka bela nedelja ali nekaj, ni neki praznik ali nekaj zdaj danes. Zdaj v času snemanja, ne vem. V času snemanja, ne? Nekaj je, mislim, da mama rekla, da je bela nedelja. Cvetna je bila prejšnji teden, zdaj v kratkem pa bo 1. maj, ki pa je, kaj je praznik dela. Ja, na dan izida te epizode najverjetneje. In zdaj mi se pogovarjamo v nedeljo, ko se ne dela. In tudi podcast bo potem izšel in ga boste verjetno poslušali na praznik dela oziroma okrog praznika dela. Zakaj? Zdaj toliko o delu, ker je vprašanje današnje epizode malce pikantno zastavljeno, ali delo osvobaja. In mogoče začnimo čisto tako preprosto, kaj si vsak o delu misli oziroma kaj delo za vsakega od nas pomeni. Pa začnimo mogoče kar z
gostjo. Ja, pa da še povem, ne, zakaj smo tisto Kanado omenjali. Mateja pač malo tako potuje po svetu, pa pol v tujini dela pa to, zdaj pa se je vrnila domov, pa se mi zdi včasih sprašuje, zakaj sploh delati karkoli raje kot nič, če zdaj nisi neposredno izpostavljen delo kot neki cilj, da preživiš, zakaj sploh delati stvari? Ja, v bistvu, zakaj sem jaz začela sploh v tujino iti, pa se seliti na en konec, pa na druge, ker sem se nekako izogibala temu delu, ki pač, veš, v smislu, da hojiš 40 let služil, pa imaš penzijo. Ta ideja mi je grozna, bila zmeraj, ne? Pač, in pol, ko greš nekam v tujino, pa tam nekaj delaš, je fajn, ker še imaš neko kulturno izkušnjo, ne? Ampak dostikrat se mi zdi, jaz ne vem, kak drugi poslušalci, ampak dostikrat so ljudje pač nekako ujeti v svojem delu, ne? Neka rutinizacija. Ja, pol pa večinoma, jaz imam prijateljco, ki dela v eni novi firmi in je rekla vsako jutro, ko imajo kavo, ne, pač se na nek način jamra, joj, pa daj, ponedeljek, je pa zdaj mora. Ne, pač v bistvu ni nekih pozitivnih pogovorov, da bi rekli, glej, zdaj bomo pa to naredili. Se mi pa zdi, ko si pa ustvarjalec, pa do delo gledaš drugače. Vi ne tako razmišljate. Ja, to sem tudi zdaj pred kratkim se pogovarjal z eno znanko, ki dela na podobnem področju, pač uči petje, ne. Ful mi jamrala, tak, ne, kak je mučno, kak joj, si otroci, pa tak. In samo moram priznati, da v tistem trenutku se nisem mogel čisto poistovetiti. Ker meni recimo, jaz vam sicer toliko, koliko zdaj delam, prav za denar delam, ne, torej da hodim nekam pa tam izvajam neko storitev. Nimam ful dosti dni, torej imam, ne vem, zdaj trenutno zaradi doktorata delam samo tak 3 dni, da ni preveč pol. In je fajn delati. Pač rad grem. Pač so problematični dnevi, ko ima kakšen, kdaj otrok ne vadi, kdaj vadi, pa te malo to frustrira, malo kdaj kakšen stareš. Ampak nasploh, pač nisem se znal poistovetiti s tem, da ti je delo tako mučno, ne. Ampak po drugi strani pa poznam ljudi, ki pa jim je iz čisto temeljenih razlogov muka. Ne. Ampak to, kar si rekla, ne, to, ta občutek, da nočeš biti omejen, mislim, da nočeš na to tirnico delovno priti, ne. To je kar pogost občutek danes, ne. Tak, če mlade sprašuješ, se mi zdi, da bi ti bodo pogosto rekli, da se tega bojijo, pa tudi sam se vseeno bojim tega, da bi zdaj mogel tisto, tako kot so naši starši, hodili v službo od 7 do 4, ali kako se je delalo, ne. Ja, 7 do 3. In to je malo srhljiva ta oblika dela, ne. Samo da smo kar v oskem pomenu besede šli na delo, ne? Ampak delo je pa širše kot zgolj tisto služenje v bistvu za denar. Je tudi, recimo, tudi to je zdaj bilo delo, da smo našli lokacijo, da smo postavili te mikrofone, da smo tam dali, našli prave kadre, da smo tu se zrihtali vse, da lahko snemamo. To je tudi delo v širšem smislu, neko delovanje. Ne? Neko služenje denarja, ne? Slišimo cerkev. Prisluhnite. Molimo. Ja, lahko en matrigal odpoješ. Ja, mnogo hrupa, mnogo hrupa. Ok, cut. Recimo zdaj konkretno jaz, kaj zdaj večino svojega časa namenim, pač doktorske zdaj v zadnjem tednu 2. Malo bi že govorim. Ne? In jaz sem zdaj soočen za eno okoliščino, da sem malo se poigraval z umetno inteligenco spet in sem videl, da to, kaj zdaj moram prispevati, seminarske naloge za doktorsko, mi lahko v bistvu take večino mojega dela prevzame umetna inteligenca in ta novi model razišče, recimo, ne vem, 40 člankov na mesto mene in mi potem neki predogled ponudi, povzetek vseh člankov. In sem nenadoma soočen z tem, da sem v neki privilegirani poziciji, kjer se lahko ukvarjam z stvarjo, ker mi je res fajn filozofijo in delam seminarske o tem. Ampak mi še to zdaj lahko, pač, ker je dan, pa sem tak, da se mi preprosto ne da, da sem overwhelmed in mi lahko zdaj nekdo prevzame to delo. In zdaj več nisem, se mi zdi, da zmeraj smo nekako bili v zgodovini prisiljeni, da delamo stvari, zato ker nas okoliščine silijo, da delamo stvari, ker treba preživeti, treba nekaj narediti. Zdaj pa bomo vedno bolj v tej poziciji, to smo tudi v epizodi o umetni inteligenci dosti se pogovarjali o tem, da preprosto delo več ni nekaj, kar bi bilo nujno. Ja. Ni več okoliščin, ki bi nas silile delati. Mislim, to je zdaj zelo dosti nekih stvari odprl. Ne? Po eni strani tisto, ko si prej govoril o tem svojem delu za doktorat, ne? Mar isto bi rekel, da to ni delo.
In da to, kar smo mi zdaj tu počeli, ni delo. To se mi igramo. Ja. Od tega ne moramo živeti. Česa boš pa živel, bi te vprašali. Od tega, da postavljaš na Ptujski gori palce, verjetno ne. In se pogovarjaš. Čeprav ljudje dejansko danes konkretno živijo od podcastanja, ne mogoče v Sloveniji. Ne? Mi samo rajmo enega sponzora, ki nam bo dal pijačo, da potem povemo, kaj pijemo. V glavnem, pač, to ne bi bilo kategorizirano za marsikoga kot delo in nasploh intelektualno delo ne bi bilo, pa tudi umetniško delo pravzaprav ne bi bilo kategorizirano kot delo. In tu imaš pol nekaj tudi gibanja v družbi zdaj, ki se ker posledično tudi te oblike dela nimajo teh pravic, ki jih imajo delavci, ki upravljajo druga dela. Od tega, da imaš neko bolniško do nekega varstva socialnega in tak naprej. Ne? Teda, to je zdaj en ta vidik, kaj sploh konstituira delo, kaj je sploh delo. No, vi ste rekla, ne, delo osvobaja, ne, kao, ali osvobaja, to nismo ali rekla, ne, to je bilo vprašanje. To je rekel en gospod, potem, ko ga niso sprejeli na umetniško akademijo. Neki politik. To je nekdo drugi rekel. Ampak kaj se zgodi, ko pa človek ne dela? Ker v bistvu obratno dela in ne dela. Je bolj res, zakaj človek sploh mora delati? Zakaj moramo mi nekaj delati? To je vprašanje. A moramo delati zato, ker je pač treba zaradi praktičnih okoliščin, da preživiš? Ali je nekaj globjega, zaradi katerega človek itak mora delati? Ker včasih se sprašuješ, ali ni to res, da človek, ko ne dela, zapade v depresijo? Mislim, da to je glih teza te, delo osvobaja. To prihaja z ene, mislim, da pozitivne psihologije v poznem 19. stoletju, ker so imeli direkt idejo, da pač človek se odreši skozi delo, ne vem česa točno, da se ne pogreza samega v sebe, recimo. To pomeni, da je narava človeka taka, da če on ne dela, se zgodi kaj? Verjetno se pogrezne sam vase. To pomeni, kaj je to? Depresija, anksioznost. Uporabimo tisto besedo, ki vsi iščejo. Ja, to smo iskali. To pomeni, da je teza, če človek recimo bi rekel, ok, jaz imam dovolj denarja, jaz ne rabim nič delati, recimo, kaj bi zdaj pol ta človek sedel na terasi, vsak dan kavo bi pil? Verjetno bi zapal v neki hedonizem na neki točki, ker bi skušal zapolniti neko praznino, ki je torej pomeni, da delo zapolnja neko praznino, ki je vsak človek v osnovi ima? Kak? Torej delo bi naj zapolnilo neko praznino, ki jo vsak od nas ima? Ja, to je kar naperjena teza. To bi že mogli razdelati v neki širši okvir, da človek ima neko praznino. Pa mogoče še to ne bi tega zdaj odprli, pa ostanemo pri tem bolj splošnem vprašanju. Mislim, če zdaj smo odprli ful različnih stvari. Po eni strani delo kot neka stvar, ki jo družba od nas na nek način zahteva, da lahko preživimo v tem našem sistemu, pa se nočemo mi na te tirnice umestiti. To je ta prva stvar, ki si ti odprla. Pol je ta druga stvar, kaj je sploh delo. In pol ta tretja stvar, ali moramo delati in na koncu, ali delo osvobaja. Mogoče imamo to za neke take tematske sklope, ki jih lahko obdelujemo. Od tu naprej, pa ne vem, kjer je taki najboljši, da najprej zagrizemo v njega. Mogoče ta najbolj, ko si ga ti najprej odprla, se mi zdi najširše tudi relevantne, ker vsi dejansko moramo, prej ali slej moraš delati. Zelo lahko pač imaš pol si na sociali, pa probaš od tistega preživeti, ampak če si želiš neko to običajno življenje, zahodno življenje oziroma kakršnokoli človeško življenje, boš verjetno neko obliko dela moral začeti upravljati. In vprašanje je zdaj pač, če lahko to sprejmeš sploh. Ti si rekla, da si na nek način se temu izogibala. Ne? Ja, jaz v bistvu poznam tudi dosti ljudi, ki bolj, da bi to, ker se ne bi radi ujeli v te tirnice, bolj iščejo delo, ki se ne čuti kot delo, ne? Zato recimo dosti ljudi, ki potuje, bolj postane neki travel blogeri, recimo, to je en primer. To itak ni delo. No, vse tudi je delo, ne? Ampak po sodobni kriteriji, če vprašaš zdaj tu kogarkoli, ki gre od Maše, bi rekli, to ni delo. Ja, to pomeni, da en način, da pač najdeš delo, ki se ne čuti kot delo, ne? Ampak zakaj se neko delo ne čuti kot delo? Ker ti je fajn? Se tebi delo na doktorske čuti kot delo? Mislim, delo, ampak delo, ki mi je vredno, zato ker meni se zdi, kar je glavni problem dela v tem rutiniziranem smislu, vsakdanjem, je to, da si nekako ujet v neko tako monotonost. In tudi, da delaš nekaj, kar ne glih izpolnjuje nekih tvojih
bivanskih, recimo, teženj. Pač delaš za nekoga drugega, zato da pač dobiš kruh. In pa delaš zmeraj eno in isto. Ne, to so pol, ne vem, še ene teorije o smislu življenja, da kaj je smisel življenja, to gleda, da se te monotonosti izpneš, pa neko raznolikost v svoje življenje povabiš. Ne, zakaj je Sizifova usoda tako tragična, zaradi te monotonosti, zato ker samo te kamen poriva gor. Ne. Po mojem je to implicitno nekako vzadje, ta monotonost isto, kaj moti ljudi, kot si ti, recimo. Vprašanje je tudi... Pa se, tebe ne bi motilo? Ja, me ne bi motilo tudi, ja. Mislim, meni je to... Ja, ni mi. Ampak marsikomu pa je ravno to osvobajajoče. Ja, pa po drugi strani to... Ne osvobajajoče, ampak stabilnost. V redu im je to. Jaz mislim, ker je v redu. Človeku, ki je pomembna stabilnost, ne, mu je to v redu, se mi zdi. Ja, ker jaz sem ravno bral eno knjigo, ne, da so pa delali študije in da je večina ljudi rekla, da im je ljubše delo, ki je monotona. Ja, okej. Kaj pomeni, da je manj stresno, misliš? Ja. Mislim, vprašanje zdaj, mislim, njim je manj stresno. Nam je mogoče bilo bolj. Ja, mislim, jaz bi zelo težko zdržal neko delo, ne vem, tako kot na cesti delaš tisto asfalt ali pa nekaj, zgradiš hišo ves dan. Meni je to nevzdržno, tako ponavljajoče delo, kjer ne moreš v resnici neka kreativnost in tak naprej. Ne. Ampak mislim pa, da je bilo človeku, ki pa tako delo lahko opravlja, hvala Bogu, ne, ker jaz za to nisem sposoben, pa jim bilo tako delo, ki ga jaz upravljam totalno, mislim, ne totalno, ampak po mojem bi bilo nezamisljivo, da sedeti 8 ur na dan za knjigami in interpretirati neke butaste filozofe, ko ne vejo, ki še sami ne vejo, kaj se odli povedati. Ampak meni je vprašanje, a mora biti delo fajn? Ne? To je taka zanimiva teza, ki je danes samoumevna, ampak samo danes. Nikoli ni bilo delo fajn. Ja. Kdaj je bilo delo fajn? Kdaj si v zgodovini pravzaprav lahko bral o tem, mi pa radi delamo, kak je delo fajn. Vedno je bila to neka nuja, ki si jo opravil, zato da si lahko preživel. Ne? So se nekoč sploh spraševali o tem, ker se jaz spomnim babice, ki je govorila, ja, pa smo šli na pašo, pa smo krmo spravljali, pa smo si peli, pa smo zvečer se menili, ko smo fižolo prebirali. Kaj, če se takrat sploh ni spraševalo o tem, da bi delo moglo biti fajn? Pač bilo je del življenja, zdaj se sprašujemo. Ni bilo tega vrednostnega kriterija, tako da mora biti nekaj fajn, da je vredno. Točno. Danes pa, da je nekaj ima neko vrednost v naših očeh, mora biti fajn. Isto, če gledaš pri vzgoji, kdaj je otrokova, mislim, ta permisivna vzgoja, otroko mora biti vedno fajn. Ne? Ko gre k babici, to smo se mnogokrat pogovarjali, ko smo se peljali, ne? Ko gre k babici na obisk, se mora veseliti tega, ne? Ker oziroma bo ga starš blackmailal, ne? Da izsiljeval ga, da mu mora biti fajn, ko gre k babici. Ne samo, da gre k babici in opravi svojo dolžnost, ampak mu mora biti fajn, to je Žižkova fora. Notranje veseljevanje. Med klic mi gremo k babici na kosilo, tako da nam je fajn. Ja, full holstom je danes. Ja, danes je cool. Ok, Žižkova teorija? Je to glih, ne, da notranje svobodo jemlješ človeku, da mu rečeš, da mora biti fajn. Aha, to smo mi dva enkrat imela, ko smo imela isti primer. Ja. Ampak jo za nekaj hotel reči, pa sem pozabil. No, polovim jaz dalje govorim. Let's move on. Ne, se boš spomnil, pa me lahko prekineš. Glavno, ker večina razprav v preteklosti... Že imam. Zato, ker včasih je bilo delo povezano nekako smiselno v skupnost, v tvoje življenje. Ne? Ti si šel na nivo, zato ker pač je to bilo cikl tvojega, pač ti si šel s hrano si pridelati, ne? Si šel, pač vse je bilo tvoje v resnici. Zdaj pa to razdruženo pomena, se mi zdi. In recimo tako čist franklovsko bi lahko rekli, ne, to je ta, kaj že je, logoterapeut. Logopedija. Ja, kakorkoli, pač ko išče torej smisel, ne, da rešitev človeka nek smisel najti. On bi rekel, da je hedonizem zmeraj odgovor na neki manjko pomena. Ne? In ko smo mi delo razdružili od nekega pomenskega, ko več nima delo pomena, pa ga zapolniš s tem, da je vse fajn. Tako je to življenje razdruženo od pomena, recimo danes, ko več ni nekih velikih, ne vem, metafizičnih teorij, ki bi ti rekla, kako živeti. Nimaš, ne verjameš, da je neki smisel, pa se vse imaš fajn.
Neka zapolniš praznino za tem, da ti je. Ja. Hedonizmom, ne, uživaštvom. Smo se v bistvu pogovarjali že v tistem podcastu, kaj že, ali je v življenju treba uživati. Ne? Ja. To je bilo v prvi sezoni. To je bil najn hit. Najnižji, ja, čisto unexpected, nepričakovanje. Je bilo več kot 300 gledov? Ja, 2400 ali nekaj takega. To je hit. to je tako pol Marko. Vsi hedonisti v Sloveniji gledajo ta podcast. Ja. Noro, okay. Ja, kaj ti rečete? Ja, mislim, da sem jaz nekaj hotel reči. Ja, on je hotel nekaj reči. On tako vedno hoče nekaj reči. Vse mislim, da smo si tu podobna. Ja. Ne vem, če. Glavnem, ne vem, torej v tej epizodi smo se pogovarjali, da je v bistvu to, da je življenje smiselno, pa da je življenje prijetno, sta v bistvu ločeni kategoriji, ki smo jih mi v 20. in 21. stoletju, pa mogoče nasploh v novem veku začeli združevati. Ne? Medtem ko recimo v preteklosti pa je bila večina razprav se vrtela okrog tega, da je, kaj je tisto vredno življenje, je to, da si prost dela. Ne, da je delo fajn, ampak da ne rabiš delati. Ne? In od tod izhajajo pol te liberal arts oziroma svobodne umetnosti, humanistika, umetnost, ker so jih lahko počeli zgolj svobodni ljudje, ki niso rabili delati in so potem lahko delali tisto, kar je bilo menda v njihovih očeh vrednejše za življenje. In cilj je bil torej, da se čim prej, da narediš tisto, kar je nujno, ali pa naredijo za tebe to tvoji sužnje, kar je bilo v antiki relevantno, danes pa bo mogoče postalo to relevantno z vidika umetne inteligence, da bo umetna inteligenca naredila našo nujnost, ampak, ko smo ugotovili, da se na podcastu se dogaja ravno obratno, ker umetna inteligenca zdaj dela tisto, kar bi naj bi nas osvobajalo, mi pa delamo tisto, kar še ona ne more, tisto fizično delo, kakorkoli. V glavnem, torej, danes hočemo delo narediti prijetno, včasih pa so ga hoteli preprosto se znebiti. In to je bila tista ta utopična ideja, ki se vije skozi celo zgodovino, da se dela znebimo, da bomo lahko počeli potem stvari, ki so vredne. Pa misliš, da zdaj ne mislimo tako? Kaj točno? V tem smislu, da bi se dela znebili, pa delali to, kar je res vredno. Samo prej si rekla, kako naredimo si delo ok, tako da mora biti fajn. Čakaj malo. Ja, torej včasih smo... To je tisti Kathy Newman moment. Ja, gače. Pač iskreno, kaj vidva, bi kaj delala, če ne bi trebalo delati? Ja, jaz bi filozofijo dalje, pač jaz bi delo isto, verjetno. Se ne rabimo tega delati. Čakaj, bom dala drugače. Ja, mislim, jaz ne imel doben koristi. Mislim, da je bilo boljše, če tega ne bi delala. Ja. Vprašanje sem mislila drugače zastaviti. Kaj vidva bi delala, kaj za finančno dobrobit, če ne bi trebalo? To pomeni, da bi delala karkoli, ne bi, ne? Ja, ne, to je samo sredstvo. Vse to je za vse ljudi samo sredstvo, ne? Finance, pač. Ne, zakaj bi... Ok, imaš prav, ne zmeraj. Tudi neki status je v tem. Mogoče določenim ljudem, tako kot je nama samoumevna vrednota to, da filozofiraš, pa umetnost delaš, enemu to, da ima bogatstvo. Čeprav je seveda slabša. Ja, normalno, mislim. Low quality pleasures. Pač eni ljudje se identificirajo s tem, kaj imajo, ne? Materialno. Tem ljudem pa je. Pa to niti ni tako nujno, da demoniziramo to, ne? Vsi, jaz se recimo, to se dosti krat pogovarjamo glede minimalizma, jaz sem rad knjige. Ja, jaz mislim, da jaz to demoniziram. Samo da imam neke stvari. Pa onokrat je mama ravno pucala v kleti, imamo neke stare od babic, prababic, neke posode, ne? In ona ni tako ful navezana na te stvari in bi jih prej mogoče vrgla stran. Jaz pa sem tak, samo to je zgodovina, to je neka stvar, samo da to imaš nekaj, kar je obstojalo, kar je obstalo z nami skozi nek daljši čas in ima zato nek pomen. Ne? Ti si materialist. Malo. Ja, stvarist. Stvarist, ja. Vedno pa smo bolj minimalista. Ker ni poanta v sami snovni stvari, sami materiji, ampak v tem, kaj je ta stvar pomeni. Ampak to je zdaj malo medklic bil. Jaz mislim, da tudi, ne vem, to tako nima poante s podcastom, ampak vseeno, ko potuješ, bolj postaneš, da imaš manj stvari, ker viš, da imaš omejeno. Ker ti imaš kam dati. Ja, vidiš. Ja, ker to ti res je. Lažje potuje taki človek. Ali pa se navadiš.
To imamo za podcast. To imamo za drugi podcast. Zakaj imamo toliko stvari? Ja, to je drugi podcast. Gremo nazaj na podcast o delu. Torej, če delo mora biti fajn, ali se ga moramo rešiti. Torej, kaj ti si ne vprašala nekaj? Če bi delala to, kaj delamo zdaj. Finance, ne? Ja, ker pač to, da ne veš, če boš imel, mislim, si boš lahko privoščil celo življenje delati, kaj ti je fajn? Si bomo mi to lahko privoščili? Ja, mislim, jaz prvi vrsti pač dokler lahko to delam, pol pa pač, ko bo pritisnalo življenje, pa pač mogo delati nekaj drugega kot filozofija, pa pač tisto instrumentaliziral, zato da lahko dalje pico, zgodbe, filozofira. Ne? Če pa bi, lahko pa reč v akademsko življenje, pa z tega narediš, sam pol s Primožem vidimo, da ni to glih to, kar bi toko. Ja, ker postane potem to, kar si delal iz čiste svobode in iz notranjega vzgiba, postane zaradi nečesa drugega. Ja, spet postane delo. Spet postane delo, ja, v bistvu. Ja. In tu zdaj pač operiramo z tem pojmom dela, ti si prej rekel na začetku, ne, da moramo razlikovati različne oblike dela, pa še se mogoče k tistemu bolj izpopolnjujoči obliki dela se še obrnemo, ne. Ampak zdaj z vidika tega splošne družbene kategorije dela, pa si na nek način ne želimo, tako kot nočeš, da ti recimo postane delo, ne vem, da se ne bom spomnil, ali pa da ne vem, da nekaj počneš doma, ne? Če nekaj postane preveč rutinizirano, ti postane kot delo. In ti več nima tiste svoje neke lepote, da nekaj delaš samo zato, da to delaš. Ja, mislim, odvisno, zdaj, če prije z notranjega vzgiba kot neka potreba, recimo neka rutina, neka obred. Če je neki obred, potem je fajn. Ne? Recimo, ne vem, delaš čaj vsak dan, pa to postane neko rutinsko delo, s katerim začneš dan, ampak je nekako pomensko, recimo vpet v tvoja, ne vem, pač če imaš neki meditativni, recimo, moment, potem je fajn, po moje, rutina, problem z tega vidika, kot se reko, zunanje prisile. Da imaš šefa, ki te reče, zdaj pa vsak dan čaj nareje. Pa več ni fajn, tisti obred pa to, kar te pač bordezira tam vsako jutro. Kaj misliš, da je privilegij to, da lahko delaš to, kaj ti je všeč? Ja, definitivno. To pomeni, da vsi ljudje sploh nimajo možnosti o tem razpravljati pa razmišljati, kaj mi govorimo. Mi smo vrh, mislim, le Slovenija, to, kaj mi dva vidimo. Mi trije specifično smo vrh človeške rase, ki si to lahko privošči. Ne, samo pač to, ko greš malo po sveti, pa priješ nazaj v Slovenijo, pa vidiš, pač mi smo po moje na vrhi glede... Das folk! Ja, pač po moje skandinavske države, pa tu mi... Pa tudi znotraj recimo slovenske družbe, že če gledaš razredno strukturo, jaz sem se dosti krat spraševal, ko se tako pogovarjaš s kakimi kolegi, ki so, ne vem, mogoče rojeni v neko stanovanje v mesto, ki je že v osnovi, ni vlasniško, ne, ampak pač se najema. In vidiš, kak je čist druga logika življenjskega razmišljanja. Čim prej moraš iti na svoje, ker ni izdensko, fizično ni mogoče ostati pri starejših. Nekaj moraš delati, da boš lahko šel na svoje. In potem ti to čist prevrednoti vse, kar počneš. Ne? In mi je tudi vedno znova en tako pomnik, da zgolj, mislim, na nek način zaradi naključij oziroma slučaja usode, po drugi strani pa trdega dela mojih staršev, ki so ustvarili nek okvir, v katerem si jaz zdaj lahko privoščim ta izjemen luksus, ki ga probam čim bolj izkoristiti, tako da dam nekaj nazaj univerzumu. Ne? Ja, to je tista misel, jaz bom vojak, zato da moj sin lahko matematik, da bo njegov sin lahko filozof. To je rekel John Adams, ta eden od ameriških ustanovnih očetov. In se mi zdi, da pač se bolj skušaš to čim bolj izkoristiti, ampak je pa veliki privilegij to, da lahko si privoščiš malo manj delati. Tu bi ena samo stvar ti dodala, jaz pa poznam nekaj ljudi, ki imajo recimo isto priložnost, o kateri zdaj ti govoriš, ne? Ampak ker v tej družbi si na nek način, jaz to nam, jaz moram iti na svoje, tako si malo jim je nekako neprijetno in pol se odločijo zdaj zaradi nekega, ne vem, družbenega pritiska, pa pričakovanj mogoče staršev, zdaj če so starši pa rečejo, pa to ne moreš tak, ne? In pol ljudje mogoče na mesto, da bi delali to, kaj jih res zanima, pa veseli, hvala lepa, se pol čaj nalivamo. Vse skoro nič več ni pa. Pol požirka, okej. Joj, sorry, vse pa sem dal malo več. Ja, tak je, ko imaš starejšo sestro, manjši brat, pol to bi vedno boljše. Pač tako je to, ne.
Ja, torej, da grejo delati. Tudi če ne bi mogoče rabili, ampak zaradi tega, ker je to neka vrednota v družbi, da delaš, če hočeš biti vreden posameznik. S tem sem se tudi dosti krat soočala, ne? Ker pač iskreno, jaz sem šla v Indijo živeti za leto dni, pa sem šla nekam drugam živeti, pa tam in pač v Sloveniji kot delo, edino to, da potopise pišem, pol ni nekega dela in potem včasih kdo je vprašal, kaj pa te ti delaš, ne? In priznam, da sem na začetku imela težave odgovarjati, zdaj več nimam, ne? Ampak kasneje pa sem si mislila, ne pašem v to družbo, kako je to vprašanje, neko družbeni pritisk, kaj pa ti delaš, ne? Torej podton je, da ti nekaj moraš delati, pa si pač lenive, če ne, oziroma mi moramo delati, zakaj ti ne delaš, ne? V takem smislu, Na tak način, ja. Jaz sem pred kratkim, smo imeli neko obletnico, srednješolsko, ne? In pol sem pač tistimi ljudmi, ki so se pogovarjal, kaj delaš? Vsi to vprašajo, ne? Vsi to vprašajo, to je prvo vprašanje. Ne? Mislim, jaz tudi druge vprašam, samo jaz pričakujem nek drugačen odgovor, ne? Oni pa pričakujejo, če se živim. Ne, v resnici sprašujemo po različni obliki dela. Jaz ko recimo, ne vem, pride učenec k meni na uro, jaz ga vprašam, kaj si kaj delal ta teden? Jaz imam v mislih to, kaj je ustvaril, ne tudi če že mogoče starejši, ne pa dejansko že dela. Večino pa te sprašuje o tem, če se živiš. In pravzaprav mislim, da imam te stvari dokaj razčiščene, da sem vseeno sam sebi vse legitimiziral to obliko dela, ki ga jaz izvajam, ampak v taki situaciji ugotoviš, niti ne, nerodno ti je. Ne veš, kaj bi rekel. Je pa to tudi malo družbeno pogojeno, se mi zdi, da v naši kulturi je pomembno fejst, kaj kdo dela, ne? Jaz recimo, ko sem živela v Kanadi leto pa pol, najpogostejše vprašanje med ljudmi je bilo, odkot pa si, ker je toliko priseljencev, odkot pa so in je bilo to nekako vedno glavno, vedno smo šli v neke družinske, ti pa si, tvoji predniki pa so z Anglije, oni, recimo je bila to bolj, jim je pomembno, odkot so njihove korenine, ker so pač vsi od nekaj. Pri nas pa je res vprašanje, kaj pa ti delaš? Kaj če bi se spraševali, kaj razmišljaš? Kaj si ustvarjal? Kaj si kaj razmišljal zadnji teden? Ajmo primer. Jaz sem razmišljala, kako se moram pripraviti za to podcast. Nekaj si začel. Ja, kaj sem začel? Zdaj sem pa pozabil, ko sem je tako on the spot. Ali jo še vedno pozabiš? Da verjetno tam sem, kaj bi rekel, nekako se identificiramo v Sloveniji, identificiramo se nasploh z delom, ne? Zdaj recimo v Kanadi je tako okoliščina, če je kdo vsak z nekega drugega kraja, se te identificiraš potem, odkot prihajaš, ne? Tu pa se pač primarno, ti si ono, ti si na nek način se skušamo na tak način grupirati, ker pač ne veš, kar drugo kategorijo bi dal človeka, ne? Ker zmeraj je ta tenzija, ne? Ti hočeš nekaj kategorizirati, mogoče tudi človeka, kaj je zdaj on. In tako smo malo, ta ideja poklica je tu nekako taki priročen. Poklic pa spet je še en nov pojem, ne, ki doda neko, mislim, da si poklican za neko delo, je spet nekaj drugega kot pa delo, ne, po mojem. Viš, ko smo za Ljošo imela na Ptuju Deeper Conversation, sem pač jaz ljudem dala navodilo, ne, da naj probajo se pogovarjati, ampak naj se probajo izogibati tega, kaj kdo dela, da imaš malo, da nimaš nekih predispozicij, da si malo misliš, zdaj pa ali pred tabo stoji učitelj ali podjetnik, da pogovarjaj se s človekom. In se mi zdi, da so ljudje polkar spoštovali, niso se bolj pogovarjali, ki pa ste ti v službi. Deeper conversation je to, kar boš ti prišel, tudi za gledalce govorim, če bom imel čas. Boš, ker smo naredili v sredo, takrat imaš caj. Na ključne ljudi damo skupaj, v Deeper conversation pride na ključne ljudje skupaj in potem se morajo pogovarjati na tak način, da zaobide te schematske pogovore. In tega se izogneš, da grupiraš ljudi, da ne v njih misliš abstraktno, ampak jih hočeš konkretno zapopasti, da je ta človek. Ja, da si misliš reči na to, ko si rekla, da ste te to v Kanadi spraševali, oziroma da ste se. Verjetno si tudi pač vseeno, ker si bila sama od nekod, pa verjetno si tudi gibala mogoče v kakih krogih, ki so malo bolj priseljenske. Vsi. In je bolj zaradi tega toliko močnejša, ker če je pa zdaj bila že bolj asimilirana v splošno družbo, bi se po mojem vprašanje spet spostavilo o delu. Ker mislim, da je osnovna matrica je pa tu pač kapitalizem. Torej, v trenutni družbi je tisto, kar je osnovna vrednota, to, da imaš neko, da ustvarjaš neko dobrino, ki ima neko vrednost, s katero boš lahko izmenjal za nekaj drugega, kar ti rabiš. In si pol v enem takem konstantnem krogu toliko izmenjave
blaga v naši družbi. To je ta Marksova odstojitev dela, ne? Ja. Ker postane neka ločena kategorija. Torej delo odstojimo od, ni več vprašanje, kdo ti si, ampak kaj ti počneš, zakaj zamenjaš in šele komu služiš. Ja, in tudi same stvari, ki jih delamo, nimajo vrednosti same po sebi kot tiste stvari, ne? Ampak samo njihova menjalna vrednost za druge izdelke. Ne? Ja. In zdaj v tem sistemu je na nek način popolnoma logično, da bo največjo vrednost imel tisti, ki ustvarja največ takšne vrednosti, s katero bo lahko izmenjeval in hkrati, ki si bo na nek način ta sistem začel tudi podrejati, največ moči bo imel, ne? Ker bo lahko toliko več stvari si na nek način pridobil za svojo vrednostjo. Ne? In to se mi zdi, da je res taka samoumevna kategorija, ki ne bi bila nekoč. Ne? Nekoč je bilo delo zgolj za to, recimo, ne vem, v srednjem veku, da si preživel. Ja. Pa tudi to, ko si rekla prej, babice, ne, ko so delali. Pač takrat niso delali zato, da si bil, po mojem, no, vsaj večinoma, ne, da bi bil nek bogataš. Itak ti to ni bilo dostopno večinoma, če si bil rojen v neke kmete. Ne. Ampak da si preživel, da si imel to, da si lahko preživel vmes, pa si prvo malo začiniti z nedelom, z prostim časom, s prepevanjem pa tak naprej. Ne. Danes pa je to tako postalo, kar samo eno, da te potem na vsaki obletnici, pa vsakem pogovoru, pa vsak sorodnik te vedno vpraša, kaj delaš in s tem misli, kakšno vrednost ustvarjaš, zaradi katere si vreden član te družbe. Ampak to ni tisto, po čemer jaz sprašujem, ko vprašam ljudi, kaj delaš. Ja. Pri meni ima to vprašanje, ta pojem, pravzaprav bolj pomen poklica. Ja. Torej, tega usmišljujočega početja življenjskega. Pa ti ljudje tako odgovorijo? Ne, mislim pač, da večinoma ne. Ja pa res, da se lažem. Združim se večinoma z ljudmi, ki so v podobnem miselnem okviru. Ne? Ja, ampak s tistimi, ki nisi že naprej izpostavljen, da bi vedeli, po čem sprašuješ, pa ti vedno tisti pa verjetno prevzeti odgovor. Ja, bo verjetno bolj v smeri tega konvencionalnega odgovora. Ja, to delam, to je moja služba. In zdaj pač mi še pride ta odgovor, ne, recimo, ko gledaš na televiziji ta oddaja Joker, ko je na RTV1, ne, in tu vedno daje nekemu sleherniku priložnost, da zdaj pove svojo zgodbo, medtem ko igra tisti kviz, ne, in pol jih vpraša, kaj počnejo, ne. In pol imaš vedno to kategorijo, take ful preproste kategorije. Hodi v službo, ki je nikoli ni z nekimi preveč pozitivnimi predznaki opisana, ne, Pa hobi. Ja. Samo ti dve kategoriji. Hobi pa je taka že zastavljena kot pač kolesari, pa s prijatelji se druži, to so taki tipični odgovori, pa pa potuje. To so take tri kategorije, ki so danes, koliko jaz opažam, so zelo razširjene kot tisto, kar ni delo. Ja. Vem, kaj sem zdaj nekaj vprašati, sploh se tema. No ja, da to mene ne zanima. Jaz, ko vprašam človeka, kaj delaš, jaz ga sprašujem, zakaj živiš. Nekaj delaš, da preživiš, ampak zakaj živiš? Kaj je tisto, kar počneš, kar ti daje tvoj življenjski smisel, za kar se čutiš poklican? Ja. Na kak način osmišljaš svoje dneve? Ja. Na kak način ti osmišljaš svoje dneve? Da smo imeli nekaj druga v glavi. Lahko tudi tisto poveš. Ne, kaj me, pač... Ti dovolimo. Dovolite? Jaz sem pa tisto pozavila. Super. Kaj si že vprašal? Kaj si pa ti vprašal? Čakaj, ne. Kaj boš zdaj? Odgovorila? Daj ti mi odgovori, kako ti osmišljaš svoje dneve. Kak jaz? Jaz imam... Jaz imam tako malo patološko. Ne, povej. Jaz imam čist... Jaz jih osmišljam na tak način, da gradim nekaj, kar bom potem zapustil za sabo. Kar pač mera tako imam tako patološko. Ja, smo zmera tako patološko pred sabo, pač to svojo minljivost, enkrat bom umrl. Če bi se v enem podcastu drugače govoril. Kaj sem pa rekel? Da se mora resnico povedati, kaj sem jaz povedal. Pa to sem bila samo epizoda. O smrti, takrat si pa čist drugo smer, da ne smeš samo zato živeti, kaj pa bolj... Ja, to sem do takrat, ker sem glih prišel z Irana, pa sem glih bil tisto razsvetljen, zdaj sem pa preživel. Pa si bil takrat moj ugovor.
Takrat sem bil čist zaradi tistega pisem. Poglejte si, dober podcast, tak ful lep grad je zdaj. Ja, res je, dober razgled. Takrat, ampak ne, nasplošno, nisem več, takrat sem bil soočen z neko tako situacijo, ki sem jo zaznaval kot neko smrtno nevarnost in sem malo bil prisiljen stopiti izven iz svojega privzetega načina delovanja, da sem pa spet se pogreznil v njega, whatever. Tukaj zdaj delaš za večnost. Zdaj delam za večnost, zdaj delam za to, da bo nekaj za mano ostalo, ker se nerem sprijazni za svojo smrtnostjo, pa pač iščem neko zemeljsko simbolično nesmrtnost s tem, da ker se pravijo, da dvakrat umreš, enkrat pač telo neha delati, enkrat pa pač ljudje pozabijo na tebe. In pač, če že mora telo enkrat delati, bo vsaj me ne bojo nikoli pozabili, ampak itak me bojo. Itak te bo umetna inteligenca. Aljoša, AI bo prišel. Jaz to se zavedam, to ni pravi način ampak torej življenja. Ti povezuje, torej ti moraš delati, da bo tvoje delo kao nesmrtno, ne? Jaz moram delati zato, da imam občutek, da imam kontrolo nad tem, da sem minljiv pa smrten. Torej tebe na nek način delo torej osvobaja? Mene osvobaja te tesnobe zavedanja moje lastne minljivosti. Pa se to je tako pogosto razširjena, se mi zdi. Zakaj gre vojak v streljni, zakaj gre vojak v ogenj? Pa zato, ker živi za neko idejo, da jaz bom umrl, ampak ne, moj narod pa bi živel dalje. Vpnemo se v nekaj, kaj nas bo preživela. Tako da jaz sem tu mogoče jaz zato delam. Ti se odstraniš od sebe, ne? Pa se vpneš v to idejo, da bo nekaj ustvaril pomembnega. Ne? Nekaj večjega se. Nekaj večjega od sebe. In to ti omogoča. In so delo za mene smiselno, ki prispeva. Recimo tudi podcast, ne? Bo še tudi na internetu tekom jaz že umr. Pa bojo to gledali za namci. To bojo gledali za namci čez 100 let, pa študirali Primožove, pa moje, pa tvoje ideje. Samo glavnem Primožove. In bojo gledali kaj so se mi menili, kako je to zgledalo. Pa to pa bom živel dalje skozi te ljudi. Mogoče več takrat ne bojo sploh delali. Zato to smiselno delovanje. Ne vem, mogoče bo pa AI, da bo zdaj še lahko človek z nami v virtualni realnosti sedel, ko se mi to pogovarjamo. Poanta je za mene recimo delo smiselno, ko pač prispeva temu mojemu recimo nekemu eksistencialnemu boju proti minljivosti. Ja, pa jaz mislim, da je to zelo legitimen način dela. Ja. Pa mislim, da je to da je tisti... Zakaj? Če pa to mogoče, iluzija, če damo, bomo enkrat... Ni mi všeč ta beseda delo, ne? Ker se tu tako mešata ta dva različna pomena. Torej preživljanje pa neko v bistvu aktualiziranje. Naj bi delovanje rekli. Delovanje. Torej način delovanja početja, recimo. Ampak meni se to ti zgrešeno, recimo, ker itak veš, da enkrat boš umrl, pa enkrat bojo tudi vsi ljudje pozabili na tebe. Ja, samo, kaj pa, ko bereš nekega pisatelja, ki je pred ne vem koliko leti, jaz sem zdaj prebrala Moby Dicka, ne? Si do konca? Ja. Dejansko... Pa to še 100 let ni mimo. Ni malo. Kdaj je pisal? Malo več. Med drugo svetovno vojno je to pisal. Ne, takrat je postal popularen nazaj, 1850. Ja, to Melville. Okay. No, ampak vseeno pač. Ja, dejansko je... Kaj pa tisti poezija o Ozimandesa, kaj že, ko nekdo vidi Goethe, to pisal se mi zdi, nekdo pride v neko puščavo, pa vidi ogromen kip Ozimandesa, ki je bil nekoč kralj sveta, zdaj pa vidi še, kak še veter zadnjič pihne, pa se razdrobi tisti kip v nič. Samo ni res, ne? To ni res, da je tako minljivo. Pač Homerja še zdaj bereš. Ja. In bereš ga in se loviš v nek opis, ali pa ne recimo ta starogrška lirika, ne, ki je ful osebno izpovedna. In te zadane kakšna človeškost veje iz tega in ti da nekaj, ali pa recimo, zadnjič, to sem že Matej onokrat razlagal, ko sem bil, pa na Facebook sem en post napisal, da sem bil na koncertu tistem Baha, ne? Ja, follow tako. Ja, follow tako. Prikrita reklama. Skratka, Jakob Ivačič je dirigiral z, kaj že, Pasijono po Janezu, ne, od Baha. To je zdaj recimo kakšne 300 letja, nekaj tega je to staro. Ne? Ja. Mene je to res pregnetlo. Meni se, da sem prišel ven z tistega predrugačen človek. In torej ta trud nekega, kaj je že bil kantor Bach, ali kaj je že bil v neki cerkvi, je do danes se obdržal v tej neki
večnosti človeškega spomina in še zdaj vpliva in presnavlja našo življenje. Samo tu se moraš predpostavljati prvo, da boš kot Bach, drugo pa... Ja, mislim. Drugo pa kaj če storice... To je že bilo samoumevno. Pa je sploh pomembno, da dejansko ti je to uspe, ali je pomemben trud? Jaz ne vem, zdaj recimo mene ful demotivira ta misel, da pač človeštvo je na nekih, pač imamo ogromno nekih globalnih, eksistencialnih tveganj, ki se pojavlja zdaj. Tak ni za tak samoumevno, da še sploh človeštvo obstajalo čez par generacij. Ampak ravno zaradi teh tveganj še toliko bolj rabiš to perspektivo. Recimo zdaj ekološka kriza. Več čas opozarjajo, da ne smemo misliti samo na to generacijo. Moraš misliti na pač človeštvo kot neko širšo skupnost, ki se razvija v času. Ne? Zakaj? Lahko bi zdaj pokurim vso nafto, ki je zdaj dobro živim, pa itak sem mrtev. Tako z vsemi oblikami dela, hedonizma. Vse lahko delaš samo za zdaj. Ampak vidiš vedno znova, da to ni dovolj. Da ni v redu za družbo, da tudi lastnega delovanja v končni fazi ne moreš osmisliti, ne da bi ga privezal na neko širšo idejo. To vas si prej rekel nekaj pri tem skupnostnem delu. Da so, tudi ko samo na to privežeš, da nekaj delaš zaradi neke skupnosti in ne samo zaradi finančnega preživetja, naredi to delo bolj vzdržno, kot pa če samo se preživljaš. Samo to smo zdaj recimo, mi dva mogoče smo malo bolj na istem, glede tega, da hočemo to, kaj se a ti tudi potem tak gledaš na svoje delo? Ja, nismo še prišli tako daleč. V bistvu mene je zdaj bolj zanimalo, kako pa ti osmišljaš svoje dneve, da vemo, če imate torej podobno. Ja, pa zdaj se je zdelo dokaj podobno. Dokaj podobno. No, ker jaz sem prej ne hotela odgovoriti zaradi tega, ker čist iskreno, jaz se še zmeraj iščem v tem. Pač se mi zdi, da zmeraj, ko mine novo leto ali pa imam neke druge izkušnje, še zmeraj nekako iščem. Vse približno zdaj vem, kaj mi je fajn, ampak jaz nisem ziher, da že imam odgovor za to. Ja, mislim, vse realno midva nišče ni. Mislim, vse si v različnih načinih bivanja si. Jaz sem tudi, recimo, zdaj sem ful v tem, da ful delam za te svoje cilje, pa me neko obdobje, ko 2 tedna čist neki nihilist, pa neko se vseeno, pa nem nič dela, pa se samo imel fajn, pa me neko obdobje, ko bom spet z nekaj čist x razloga, pa se to niha. Ja. Samo, tu je pa moja nevarnost v tem. Da pol nisi, mislim, pol te ful meče okrog. Kako, če ne veš točno odgovora? Če je tvoja usmeritev v življenju tak labilna, torej dovzetna za neke zunanje dejavnike. Torej recimo, da nekaj časa delam, pol se malo drugo najdem, pol se malo tretjo najdem. To recimo mene osebno, to me se mogoče bojim celo tega, da bi na ta način živel, da bi malo eno. In pol dejansko, ko si me vprašala, kako jaz delam, jaz podobno kot Aljoša in to delam praktično konstantno, iz dneva v dan, tu pa tam si zavem kakšen fraj dan, pa še takrat nekaj hočem brati, pa nekaj delati. Tako da sem v nekem smislu ful deloholik. Pa ne bi rekel, da mi je fajn to. Tako da sem vprašanje, če mi sploh mora biti fajn. Mogoče sem se tako skopal z tem mitom, ki si ga z Aljošo pripovedujemo, te večnosti, da pač mi to upraviči retrospektivno, vsa ta deloholizem. Veš, jaz, ko sem pa recimo potovala, ker sem zdaj prvič potovala sama, to pomeni, da sem šla iz enega kraja v drugega, sem bila na couchsurfing, sicer sem spoznavala vmes ljudi, ampak sem bila načelno sama. In na eni točki sem si rekla, ok, torej zdaj potujem. To pomeni, da če potujem, zdaj druga ne delam, kak razmišljam, kaj zapišem, pa kako fotko naredim. To glih ni delo za celi dan, ne? In potem sem se včasih tako rekla, ok, zdaj sem pomirila sama s tem, da je zdaj to obdobje mojega življenja, ko pač nič ne delam, samo sprejemam vtise. In sem bila pomirjena s tem. Torej nisem rabila v bistvu nič sebi reči, da jaz moram kaj delati. Ampak rekla sem, delo, v tem trenutku je delo, ki ga imam jaz, da opazujem. Torej se še smera neko delo naredila, ne? Ampak ni pa mi bilo cool, torej to pa sem si naredila v okviru tega, ker sem vedela, da bom nekoč ta razmišljala zapisala. Enkrat sem ti rekla, če pa ne bi imela
potopisnega pisanja, pa nekih zgodb, pa to, pa bi se imela občutek, jo zdaj pa zapravljam cajt in bi sama sebe sekirala. Jaz isto v bistvu tega ne grem nekam potovati, imam ves čas v mislih, da bom potopise o tem pisal, da bom tako legitimiziral to, da nekje sem z delom, ki ga bom bolj retrospektivno opravil o tem, da bom delil svoje izkušnje pa ugotovitve z načinom življenja, ki sem videl nekje druge. Ja, torej tudi jaz, brez tega je bilo kar nekaj. Ja, torej jaz recimo ne vem, če bi potovala, če bi nekdo rekel, da ne smem pisati pa fotkati. Po moje ne bi hotela iti, ker bi rekla, fuck, to pa je grozno. Zgubljam cajt, to pomeni, da si vsi moramo, pač človek je mogoče tak nared, da mora vedno imeti neki... Vse veš, da teko recimo dokler nismo... jaz sem zmeraj prav, da mi je ful mimo potovati, da pač kar nekaj, da zakaj bi ja šel nekam, ne vem. Good old times. Na Kitajsko, na Japonsko, pač kaj, nekam greš, nekaj vidiš in pol pač kaj za s tem narediti, ne. Šele skozi tak, da sem si neko shemo postavil, ok, jaz grem nekam potovati, napišem reportaže, potopise, fotke, skušam nekako reflektirati politično stanje, priti nazaj, o tem pripovedovati, šele tak sem je nekako legitimizirala potovanje skozi dela. Brez dela pa pač samo neko driftanje skozi čas. Že prvič, ko sem šla, ne, recimo v Latvijo, to je bilo s faksa, ne, že takrat sem šla na neko prostovoljno delo, meni ne je trebalo nič še dela dodatno, ampak mogla sem si pol nekaj potopise najti, jaz moram o tem pisati, moram. Tako mogoče si ti pol osmisliš, pa ti ne delo, pač drugače mogoče naj je mogo človek kar tak. Kaj v človekovi naravi, torej, da človek mora imeti neko okvir. Jaz mislim, da je zadaj... Pač neki okvir, pač zakaj on dela, ne moramo kar tak biti, ni dovolj samo biti. Jaz mislim, da je več stvari. Po eni strani je ta širši usmišljujoči okvir pomemben, po drugi strani pa je to, da lahko stvari rešimo pred minevanjem. Da hočemo ovekovečiti stvari. Da bi bile vredne in to je tudi potem lahko usmišljujoče. Ker delovanje samo po sebi je zelo minljivo. Kakorkoli deluješ, karkoli narediš v svojem življenju, samo po sebi bo vse minlo. Tako kot se zgodi, izgine. In je vezano izključno na spomin ljudi, s katerimi to deliš. Ne? Zdaj pa lahko računaš na to, da se te bodo drugi spominjali, kaj si ti počel, ki si bil, kaj si doživel in kaj si jim o tem pripovedoval, ne? Ampak to je zelo trhelj spomin, ne? Sam veš, vidva, jaz pa o tem sploh ne razmišljam na tak način, ne? Vi odsecet razmišljata, kaj bojo ljudje, pa če bojo se spomnili. Meni pa je malo vseeno, jaz bi samo rada jaz bila zadovoljna. Ni mi pomembno. Ja, ampak mi je vseeno, če jaz ne pišem zato, da bi jaz bila znana ali pa da je knjigo napisala. Za sebe. Ker ne morem, da ne bi. Ker moram dati na papir. Da se izraziš. Ja. Ampak zakaj pa se hočeš izraziti? Ja, ker če se ne, pol ima smisel, da zapravljam cajt, ne? Zakaj pa bi imelo to smisel? Če pa je izraz tisto, kar hočeš? Če pa se ne izražam, pa se mi zdi, da dobim depresivne misli. Mogoče je to neki pobeg iz tega, da dejansko sploh lahko živim. Neko spostavljanje distance do samega sebe, da premisliš stvari, da jih sama sebi okviriš v neki... Pa da sama sebi naredim. Pač jaz v bistvu ustvarjam zaradi sebe. Mene ne zanimajo druge, iskreno. Pač... kakorkoli se zdaj to čuje, ne, ampak... Sama sebi daješ pogled skozi pisanje na lastno življenje, recimo. Aljoša mi je dal, pač, zdaj že pišem tako dolgo, da bi pač lahko napisala kao neko zbirko kratkih zgodb, ne. Ampak iskreno, mene bi to zanimalo, tako smo enkrat rekla, samo v primeru, da pač sebi osmislim to. Jaz ne bi to naredila zato, da bi mene nekdo bral, ker on vedno pravi, jaz bi rad, da me drugi berejo, ne. Meni pa je pomembno, da sebe rešim pred melanholijo, verjetno. Mislim, da je to. Mogoče pa jaz delam za to, da sebe rešim. Zakaj se to reši pred melanholijo, pa ne nekaj drugega? Ja, se to, ampak nekaj tudi smisel pol iščemo v tem, da pa vseeno nekdo prime v roke, pa se prepozna v tem ali pa... Ja, verjetno tudi, drugo... Po mojem je, imaš ta prvi moment, to je sicer spet debata mogoče za podcast o umetnosti pa v ustvarjanju, ampak recimo, če mogoče vseeno pravimo, zdaj bomo verjetno mogli počasi iti. Ja. Da nas malo prehiteva ta epizoda. Kaj, če mi še bolj dalje snemamo?
je, da bi zamenjali lokacijo, pa potem je lahko bi v 2 delih. Nekaj res je počutim, kot da smo odprli ful stvari, pa da se zdaj ful vsega skriva. Nismo še prišli. Jaz pa čistočeno več ne bomo snemali, bi se raz zahvalila, da ste me povabila in sem zelo počaščena, ker je to moj prvi podcast, na katerega sem bila povabljena. Bilo nam je čast, drugače pa bo zdaj verjetno, zelo kot da ima sponzorsko sporočilo, kaj je še okrepčevalnica pri babici Bredi, ki nam je odstopila to lepo teraso in s tem pogledom, ki upam, da se bo videl, kaj je na kamera. Zdaj pa gremo jest. Mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa za nič. Da smo se lepo dobro najedli. Čakaj, tam so neke kamere, ne? Ja, zdaj smo bili pri babici, ki je lepo skuhala. Torej od babice Brede smo šli k babici. Ta pravi, babici, ki nam je lepo skuhala kosilo in zdaj na njenem terasi. Tako da je zdaj naš sponzor, ona. Ja, res je. Zdaj nadaljujemo to debato, lepo. Lep ptički že vrgolijo, to sem celo zimo pogrešal na enih epizodah. Pač to, da se zunaj, pa zdaj nekaj šumi, pa motor gre mimo, pa ptiček žvrgoli. Ni to lepo? Pa dosti lažje je montirati, dejansko. Kaj, ko ptiče poslušaš? Ja, ko imaš naravne zvoke. Ne rabiš ven zrezati. Itak jih ne moreš ven zrezati in pol jih sprejmeš, pa neritmični so, ni konstanten zvok ta, ampak je ful tak, mislim, neritmični. Niso mehansko ponavljajoči se, to kosilnica, ali pa neko brnenje, neke klime, ali pa neke take stvari, ne? Tista pol ful teže se znebiti istega. No ja, tako da smo v zelo lepem okolju v Majšperku, ne? Tako? Nisem tako zvočno okolju. To je bil sound effect. Da se je babica prikazala v kadr, tako da moramo zdaj kar uvesti. Tak, pa ti bomo dali lepo mikrofon. Te pa, zdaj smo se celi cajt mi menili o delu, ne? Saj sem čula. Ja, mene zanima, kaj ti misliš. O delu? Zanima me, zakaj mora človek sploh delati? Je treba delati. Meceni in pokrovitelji. Z nečim se moraš ukvarjati. Kaj pa zdaj, recimo? Zakaj pa? Zakaj se moraš z nečim ukvarjati? Ja, jaz ne vem, jaz mislim, če bi zdaj samo sedela notri v hiši, jaz se tega sploh ne predstavljam. Zato, ker ti se moraš z nečim ukvarjati, ti moraš z nečim se zaposliti, ti moraš z nečim tudi kontakt med sosedi, dobre odnose, no vse lahko so tudi slabe, ampak nekaj, da se ti tudi svoje širiš. To je moje mnenje, jaz ne vem, ne. Kaj pa ti zdaj, ko si stara 85, ne? Kaj je tvoje neko glavno delo? Moje delo, vsakodnevno delo, kakor pač imam doma. Nikoli mi ni dolg čas. Jaz se vedno zaposlim. Kaj pa v nedeljo? Nedeljo? Ja, takrat pa se ne sme delati. Ne, v nedeljo je pa tak. No, običajno s nedeljo res sama, ker to ti predvsem čez teden prihodijo v nedeljo, ne. Tada sem jaz v nedeljo predvsem sama. Razen danes ne. Dosti se ukvarjam s različnimi ročnimi deli, jaz delam vsako ročno delo, pa param, pa vse, kar je treba, ne. Ampak pa kuham, pa pospravljam, pa malo grem ven, pa pride kakšna soseda k meni, to je moje. Zakaj pa je tebi jasno, da pa človek mora nekaj delati? Ja. Kako si se to naučila? Kako sem se naučila? Jaz sem že od mladih nog navajena delati. Že kot otrok. Jaz sem prišla v šolo, mi smo imeli 4 krave. Jaz sem mogla krave podojiti, jaz sem mogla krave iti na špašo, knjigo poleg in tako. Ne tako, kako zdaj vi tam mlade si. Že ti si bila med njimi, tako bolj med lednimi. Kako to misliš? Ja, tak. Ne, res je, takrat so bili drugi časi, ko smo mi bili mladi. Zdaj pa so spet drugi časi. Jaz na primer... Zdaj otroci več ne delajo. Jaz na primer odobravam vse. Meni včasih to reče, ti si stara pa to. Pa ni res, mi smo imeli mladosti, to mladi imajo spet drugo, to je tak. Mladi imate spet druge pogoje, mi takih pogojev tudi nikoli nismo imeli, ne. Ti si mogel, da si kruh zaslužil, jaz sem prišla, ko sem prišla za šole, sem že drugi dan šla v službo. Što je tak? Kako pa ste gledali na lenuhe?
Ko si v otroštvu, ne? Kakšen status so imeli? Vete kaj, nikoli nisem jaz to nekako razčlenjevala ljudi po, ne vem, jaz sem bila vzgojena tudi doma tak, to si mogel biti tiho, nisem imel pravice kaj dosti govoriti, ko sem jaz bila otrok. In jaz sem bila v tem vzgojena in za mene je bil vsak človek, revež, a jaz nikoli nisem tega ločevala. Pa tudi moji starši ne. Jaz ne vem vse za to. Tako ne ste tako grdo gledali na tiste, ki so nič ne delali? Ne, nisem niti pažnje polagala, tako odkrito povem. Nisem nikoli. Jaz sem bila v Rušah v šoli, pa tam so nas tak, mi smo imeli strogo rusko disciplino, ne. Ja, res ne, se ne hecam. Jutro o 5:30 vstat pred šolo, telovadbo, v snegu, v dežju, nema nič, ker je bil internat pa šola skupaj v Ruše, ne. In jaz sem že kot otrok v tem vsem gor rasla. Pa sem prišla in videla, v Kidričevo službo šla. Tam me nišče ni vprašal, boš ali ne boš. Ja, vidiš, nekoč se ni spraševalo, mi se zdaj lahko sprašujemo, stvari bi ali ne bi, ne? 3 leta za prakso, da sem šla v šolo. 3 leta sem odplačala za prakso. Nismo tako, kako zdaj pridejo, pa takoj dobijo plačo. Ko pa pelo se je tak prideli, pa to? Prosim? Pelo. Ja, pa še kako se to, naprimer, ko se je želo, koliko smo ličkali zvečer, to se smo celo plesali. Pa to je bilo bolj, so ljudje bili povezani kot danes. Ja, ker so čez delo se tudi družile, ne? Pa ni bilo otojeno. Bolj smo bili povezani, naprimer, ko so taki veliki prazniki, ko so zdaj. Babica, kot zadnje vprašanje bi samo ti rekla, ker imamo naslov podcasta Ali delo osvobaja. Kaj bi ti odgovorila na to? Delo, ja, jaz bi rekla, da ja. Ti povem, ne predstavljam si mogoče, Mateja, jaz sem toliko stara, jaz nisem imela lepe mladosti. Jaz sem mogla skozi, delala sem skozi in starejša sem in to je tako bilo. Ampak jaz ti povem, jaz si ne predstavljam, da bi jaz zdaj, ko sem tule sama v hiši sedela pa tako roke. Ne predstavljam si tega, ker bi verjetno opupala. Tako se pa vedno se z nečim ukvarjam. Hvala, da se ti pridružila. Ja, najlepša hvala. Meceni in pokrovitelji. Ja, kje smo pa ostali? Mislim, da smo neke 4 teme odprte. Zakaj je sploh 4 vprašanja? Mogoče, če začnemo malo drugače. Zakaj je sploh nedelja? A ker se ne dela? Ker 7. dan Bog počiva? Zakaj? Ja, zato, ker se ne dela. Zakaj je to taka univerzalen praznik, da vsaj en dan v tednu, če je nedelja ali sobota ali karkoli, se ne dela? Moče je tako neko ravnovesje, ki so že nekoč ugotovili, ne? Da moraš malo počivati. Ja, zanimivo. Sabat, ne vem, so to zmeraj imeli, so Grke imeli, so sužnje imeli 7. dan počitka. Vedno so bili neki festivali, neke dogodki kulturni, ko je šlo, recimo, ne vem, glej se učim grščino in je poljeno neka zgodba nekega kmeta, Dikaiopolisa, ki pač... Mačko ime. Ja, tako so se imenovali kmetje v antični Grčiji. In pol so hoteli otroci, pa žena, pa iti na, mislim, da so bile glihke, kjer je neke igre so bile v Atenah, oziroma nek verski obred je bil. Gremo gledati in pol Dikaiopolis, ne moramo delati, več čas ponavlja to idejo, ki jo v Heziodu srečamo v delaj dneve, nekako je delo težko, da moramo več čas garati, ampak one pa hoče iti gledati, saj si lahko en dan vzamemo in pol grejo na igre in takrat se pač ne dela, takrat pa se uživa, pač veseljači tam v mesto. Tako da so posod imeli neke take priložnosti, ko si imel uradni mandat za to, da ne delaš. Kako je na Kitajskem? Se dela vsak dan? Ti se delala, Mateja, tu je na Kitajskem delala, se delala vsak dan? Ne, v bistvu soboto pa nedeljo so tu imeli frajno. Ampak zato, ker si bila tujec ali si? Ker voda je moja. Mateja, ker je tvoja. Mislim, rumena je bila moja prej, ampak je še vedno moja. Zakaj si sem pol vode? Ne, to je pol, ki še ti pripada. Pol si že spil. Ok, Kitajska. Ne morem se spomniti. Ne, sem delal, soboto pa nedeljo je bilo fraj. Tudi šole ni bilo soboto pa nedeljo, ja. Čeprav mogoče pa je bilo v soboto, je težko se spomniti. Mislim, si imeli kakšne
razlog, ali je to posledica zahodnega vpliva, ali verjetno ne, verjetno so imeli nekaj svoje običajne. Ja, prav, enostavno ne vem. No. Jaz vem, ravno sem bil prav šokiran, da so ljudje kar v soboto dali delajo. Dobro, v Indiji pa so... Nedeljo pa ne, nedeljo pa je fraj. Je tudi. Ja. Samo se to so povezane tradicije religiozne. Ne? Recimo v Indiji pa sem delala, tudi tam, ki sem delala. V Indiji pa je bilo tako, da so domačini delali od ponedeljka do sobote. Pač mi pa smo se malo rekli, da pač to pri nas tak ni, ne, in so nam pol dali vse sobote fraj, tada jaz sem delala z mojimi kolegi iz Evrope, smo pol si delali od ponedeljka do petka, v soboto pa so oni vedno delali pol dneva, ampak nam pač pol ni trebalo. Pa na Tajskem, kot sem bil, tudi imajo tudi faks imajo od ponedeljka do sobote, pa šolo, pa delo vsem. Sem tudi bil tak malo, tak nimaš to skup, veš, tak sobota je, pa potem en kolega reče, ja ne delam. Tudi pri nas imamo službe za čez vikend samo. Ja, ne vem, zakaj je to tako, zakaj imamo to, zakaj je to tako samoumevno, da imamo pol dan, 2 dni fraj vmes. Ja, mislim, da po mojem je zelo koristno to, ne? Ker če gledaš danes, ko imaš to dobo nekaj, ko se ljudje dokazujejo prek tega službenega dela predvsem, ne? Ko iščeš tam neko izpolnitev in pol imaš ta deloholizem in se ljudje v bistvu ne znamo vstaviti. Non-stop delaš. Pa tudi tako delo, ki ga mi zdaj delamo trenutno, če je to delo, ne? Da ko si nek, ne vem, svobodni umetnik ali pa nek tak samo v kulturi, to je tako delo, ko je kar naprej. Nikoli ni konca. Ne? In jaz sem se mogoče zdaj odkar res tako bolj trdo na doktoratu delam, se parkrat že se zaveš, v bistvu non-stop delam. Mogoče pa si moram vzeti v nedeljo to, kako reče v angleščini, license, ne? Torej dovoljenje, da se umaknem iz dela. Samo zakaj? Zato, da se psihično prideš k sebi, ali kako? Ja, za neke psihološke. Ne vem točno, ne? Samo ti to prosti izhajaš iz sebe, ne? Ker ti si pač deloholik, nimajo pa vsi takih. Tudi, ko gledam, recimo, ne vem, je kak sorodnik, da je za, recimo tudi slišim, ne, tako v okolici, da če kdo dela za vikend, ga kritizirajo, ne? Če delaš, recimo, ali pa za praznik, ne? Za praznik, to nam vedno starša. Bog ne daj, ne? Da bi za praznik delo nekaj, ne? Ali pa imaš pa tudi te religiozne prepovedi, ne? Da bi zlasti na zemlji, da bi obračal zemljo na določene praznike. Na zemlji ne smeš delati na praznike. Tako da mislim, definitivno imamo to, ne? In to je moj koristen ventil, da se znamo zabremzati. Recimo v osnovni smo tudi imeli sošolko, ki je bila, mislim, da bolj židovskega in bolj v soboto, ko smo imeli karkoli, pač ni prišla. Takrat se ni učila. Ja, ne, starši so pač rekli, ne, pač ne v soboto prišla. To pa imate izven. Nismo malo zašli v bistvu s teme, ne? Zdaj se pogovarjamo o tem, da se treba vstaviti, ne? Še vedno pa nismo prišli do tistega. Zakaj sploh začeti, ne? Zakaj sploh začeti? Ne, v bistvu zdaj se pogovarjamo o tem, nekako se vstaviti pri delu, ampak nismo še niti začeli. Zakaj sploh človek torej dela? Zakaj sploh delati? Zakaj delati nekaj raje kot nič? Vse smo rekli že nekaj, ne? Če narediš povzetek, zakaj? Po mojem z 2 razlogov. Po eni strani zato, da preživiš, ker moraš delati, da dobiš osnovne nekaj preživetvene potrebčine. Po drugi strani pa, ko se zaradi tistega usmišljujočega dela, ne? Da delaš nekaj, za kar se boš čutil dovolj poklican, da bo to dajalo nek smisel tvojemu življenju. In iz teh razlogov delaš, ne? In po mojem lahko iz enega in drugega razloga priješ do istega problema, ko moraš nehati delati in rabiš nedelje. Ali mislim, ker recimo zdaj doktorata ne delam za preživetje, nekaj večjemu proti preživetja in pa kljub temu me izčrpa, če se ne znam bremzati. Ampak ti imaš v sebi naravno to željo po delu, ker jaz mislim, da nimam tak naravne. Če se moram prisiliti, da grem delati. Si po naravi lenuh. Mislim, veš, se moram prisiliti, ne? Ni mi tak naravno. Naravno mi je nekaj, ne vem, pospravljati, organizirati, take stvari mi je naravno, ampak če hočem imeti recimo pisati, se moram potruditi. Ne vem, redko kdaj tako dobim navdih, sem pa jaz to stvar napisala, to zgodbo bom zdaj razdejala. Pač moram si prav se malo na nek način prisiliti, ne? Ja, mogoče bi zdaj marsikdo, ki te posluša, si tak misel, ok,
meni pa to čist, kaj bi rekel, neren se poistoveti s tem, da se mogo vstavljati za delo, pač jaz najreše grem uživati, jaz najreše grem. Mogoče to, ker si ti malo tak protihedonističen. Samo se vsi ljudje delajo, če ne drugo hodi v službo. In se pred tem mora vstaviti. To je zdaj pač samo razlika v tem, odkot izvira vzgib za delo. Iz tebe samega ali iz zunanjega okolja zaradi preživetja. Ampak če iz zunanjega okolja, pač se tako non-stop proti boriš, sam pač nočeš, da te izkorišča, da te čim manj, da lahko čim manj delaš, da lahko čim več časa delaš nekaj drugega ali pa uživaš. Si že čul ljudi, ko včasih rečejo, jaz ne brejo me tako malo plačati, kako jaz lahko malo narejem. Eni grejo v službo glih proti temu, ne? No, viš, jaz delam obratno. Delam več, kot sem plačan. Ti z drugega vidika pač, ne? Ni pa vsem tako naravno, jaz si predstavljam, se ne govorim samo za sebe. Ne vem, če je vsem tako naravno, jaz pa toliko delam, da se moram staviti. Kaj pa, če je ljudem naravno, jaz pa... Če bi lahko, bi sam cele dneve nič delal. Je kdo taki, misliš? Se strinjam, da pač eni nimajo tega lastnega vzgiba po nekem delovanju toliko. Se verjetno to ni nujno za nek dober način življenja, da imaš to, da te non-stop nekemu delu žene. Mogoče rabiš tudi to se naučiti kot takšen človek, da znaš delo dati na stran, ne? No, jaz sem nekje prebrala, da piše ljudje, ki imajo potrebo potem, da res delajo, so bolj nagnjeni k anksioznosti, ljudje, ki pa nimajo te potrebe, pa bolj k depresiji, ne? Bi lahko to bil en zunanji odgovor na kaj se ti zgodi, če delaš preveč ali če delaš premalo. Razumeš, kaj mislim? Mislim, po moje se lahko to zgodi. Zato pa imaš v bistvu dve kategoriji. Delo in nedelo. Za tiste, ki za ta vidik človeka, ki postane depresiven v primeru, da ne dela, malodušen, če uporabimo eno tako lepo slovensko besedo, imaš neko ritmično delo v družbi. Torej, da ima neke stvari, ki se ponavljajo, da hodiš v službo, da se gre na njivo, ko še ni bilo teh služb, ne? Po drugi strani pa imaš za tisti del človeka, ki pa preveč dela, pa se spostavi nek način, da se to zabremza, da imaš praznike, da imaš nedelje. Torej obstaja neka optimalna mera dela, ki jo zasledujemo. Oziroma, ali pa vsaj izogibamo se teh skrajnosti. Neko sredino verjetno itak vsem iščeš, ne? Če delaš preveč izkorišč, če delaš premalo, se pogrecaš vase. Torej ti si bolj nagnjen k izgorevanju, predvidevam. Zaenkrat še nisem imel te časti, da bi izgorel. Nagnjen sem bolj kot deloholizmu, k tem, da se izgubim v delu in pol me to malo bi verjetno s časom, ko sem starejši kot bom, teže bom plačeval to ceno. Pa zlasti, če bi še imel recimo, ne vem, če imaš imel kako družino, ali pa v bolj obremenjujočo glavno službo, ali pa kaj takega, ne? Bi to bilo preveč. Zakaj pa ne moreš samo recimo sedeti pa delati nič? Kaj se zgodi pol s tabo? Vreda je. Nič pomembnega ni pa. Mislim, recimo... Če ne komentiral, sem najvedno, se kaj zgodba. Torej, rekel si, da se vedno nekako v delo, torej si deloholik, si kao rekel, ne? Kaj pa recimo naredil, če pač naj nič dela? Kaj bi se zgodilo s tabo? Postanem malodušen. Res, jaz postanem živčen. Jaz čutim, kot da mi čas odteka in zdaj ne delam nič za to, da bi ga rešil pred tem minevanjem v nič in postanem živčen. Ampak to je verjetno zaradi tega, ker si prej rekel, da ti delaš nekaj, da bi pustil nekaj za sabo. Ja. In to imaš. Vsak dan si moram nekako upravičiti. Zanimivo, on postane anksiozen, ti postaneš malodušen. Bi ti tudi rekel, da... Zdaj verjetno se meša eno in drugo stanje. Bi ti tudi rekel, da kao tečeš v delo, da se zatekaš v delo na nek način? Mislim, osmišljam si skozi delo, bi rekel, življenje. Mislim, skozi neke smiselne projekte živim. Nekaj, kaj sicer uživam, pa to vse na to nazaj grede gledam kot kar nekaj zapravljanja časa, pa tudi za naprej. Dostikrat gledam zgolj nekaj, kar če že je smiselno je v tej luči, da potem nekaj ven potegnem recimo za svoje stvarjenje. Se imam fajn, whatever, ampak se imam fajn in naredim iz tega neko delo literarno, zdaj pa je pravičeno. Se ni strogo tako, ampak je pa dostikrat. Mene pa malo jezi, da človek ne more samo živeti, da te more se siliti, da dela. Meni to ni jasno, da te očitno je biologija človeka tako naredila, da moramo nekaj delati. Pa ne samo njih so se odklopili, pa so samo tam meditirali, pa zrli ideje, pa bili v trenutku prisotni, čuječni.
Ne? Lahko, ampak... Tu zdaj spet se mešata dve ti dela, ki smo jih v prvi polovici razlikovali. Delo kot preživetje, oziroma službovanje zaradi pridobivanja denarja, pa delo kot to, da nekaj, delovati moraš. Ja, se ti zdaj misliš v tem širšem smislu delovanja, ne? Zakaj pa bi sploh deloval? Ker fora pa je... moraš delovati? Se to sprašuje? Ne moreš ne delovati. Ja, meni tudi ne delujejo. Ja. Delujejo, samo na tak način, da je pač pri miru pa meditira, nekaj počne. In recimo ti tudi ne bo rekel, mislim, dobro, kak zen menih ti bo rekel, nič delaj. Ja. Ampak v praksi, ko imaš ti samostanske skupnosti, pa imaš povsod neka take ritmične oblike dela, ki se jim posvečajo menihi. Ni tako, da bi zdaj kar vsi bili samo tam konstantno v brezdelju. Ampak so pa mogoče malo bolj, da pač se lahko dol vsedajo, pa se sprijaznijo s tem, da pač zdaj samo sedimo, pa gledamo okoli, medtem ko nekaj poslovneč, ali pa jaz, pa ima čisto čučna. Zraven pa ima odvisno. Ja, Če bi spet si rekel, kako je lepo, to pa bom zdaj uporabil za vtic, zato da lažje delam. Po moje samo malo bolj prečistijo na kakšne načine, vzgibe, iz katerih delaš. Ali delaš res zgolj iz neke te živčnosti, ki je nisi reflektiral zares, pa je mogoče zadaj kaj takega, kar bi mogel. Recimo, ne vem, če ima nekdo ful velike težave, ne vem, v družini ali pa nekaj in pol se zateka v delo, to je verjetno slabši motiv. Ali pa če recimo, če sploh ne moreš sam sabo biti, če sploh ne znaš izklopiti, to ni najbolj verjetno vzdržen način življenja za nikogar. Meni se zdi zanimivo to, kaj ti praviš, tebi je tako samoumevno, da človek mora delovati. Zdaj nisem zirala, to znala dobro razložiti, ampak pri meni je bilo tako, da jaz ne bi nič delala. In potem sem ugotovila, neka melanholija, neke depresivne misli so, nekaj moram spremeniti, moram nekaj delati ali kaj. Meni to ni bilo tako naravno, kak tebi. Jaz sem se mogla naučiti, pa še zdaj se učim, da če bom samo kao delala nič, da se nam dobro počutila. Ni mi to naravno, tako človek mora delati, delovati. Veš, da mi ni, meni tudi to, nujno naravno. Verjetno si tudi kdaj v življenju ampak si prepričan v to, ne? Jaz pa še se vedno sprašujem, pa zakaj mora Jaz sem se o tem čist filozofsko o tem razmišljal, zato imam nekaj že bolj izdelan pogled, ne? Zdaj tako preden sem se pa filozofsko razmišljal o tem, pa tudi sem imel zgolj neke intuicije. Ni mi bilo fajn, ko nisem nič delal in pol sem mogel izkusiti tisto, kak je to in pol vidiš, ne? Samo ni pa tako, da bi se skar a priorno rodil z izdelanim mnenjem o tem, da je delo vrlina. Pečat resnice si nosil v duši. Se mi pa zdi zdaj tak z vidika nekega premisleka, pa gledam na delo tak. Torej na to, da človek na nekaj mora početi, na nek način mora delovati, da se mu bo njegovo življenje lahko zdelo smiselno in izpolnjujoče. V zadnji smo imeli debato z Selakovičem, je rekel, da nekako je izpostavil na nekaj, kar zasleduje v svojem življenju, je neko stanje neobremenjenega toka zavesti, ne, torej taki flow, je temu rekel. In smo se potem spraševali, če je res to, kar konstituira smiselno življenje. Samo to, da si ti v flow, da ne vem, nekaj počneš, recimo kot nogometaš, zasleduješ žogo, vetre piha skozi tebe, ali pa ne vem, slikariš in se potem zgubiš v sliki, si eno za sliko, za čopičem. Verjetno še je nekaj več, kaj manjka temu toku. In se mi zdi, da mora biti ta neobremenjen tok zavesti, ampak hkrati, ne vem, neko penjanje tega toka v neko smiselno zgodbo o tvojem življenju, neko naracijo, kaj to tvori. Nekaj, kaj tudi sam vidiš kot smiselnega. Recimo ti se lahko tudi v simulaciji, zapreš se v matrico, tako iz filma, pa tam živiš slikarsko življenje. Pa ne bi dosti ljudi rekli, da je to smiselno življenje. Ker manjka še nekaj pri tem delovanju, se mi zdi, neka zunanji vidik. Ali ne? Ja, to smo na koncu prve polovice začeli o tem govoriti, o tem, da kako je minljivo vse v človeškem življenju. Ne? To, da ti zgolj si na nek način, je lahko prijetno stanje, ali pa celo mogoče zgolj ravnodušno stanje, pa pol pa mine.
pol pa greš v življenje gre naprej, stvari se okrog tebe dogajajo, svet nekaj stvari od tebe zahteva. In pol si ti več čas v nekem rahlem neskladju s tem svetom. Razen, če se umakneš, tako kot menihi, v nek samostan in se izrecno pač umakneš iz teh neskladij s svetom. Ne? Samo mislim, da to si večina ljudi tega ne želi niti, ne? Z različnih razlogov, da hočemo biti vpeti v svet. Ker tu v svetu najdemo tudi smisel lahko, ne zgolj. V glavnem, in zdaj, če si ti samo odvisen od teh spremenljivih stanj, ne? Torej, da zdaj sem jaz zmeditiral in zdaj samo sprejemam v tem flowu stvarstvo, kot je okrog mene, samo sem. So what? Kaj to pomeni? Zakaj bi to bilo karkoli vredno? Ne? To se mi je neka taka stvar, ki smo iz teh New Agerskih in budističnih tokov, daoističnih tokov prevzeli, pa se tudi imaš v stoištvu, pa epikurejstvo, ne? Da zdaj ta trenutek, tu samo da si v trenutku, da je to nekaj krasnega. Pa je res, trenutek mine. Življenje gre in pol ga pozabiš. Če ga ne na nek način obnavljaš, ali z neko ritmičnostjo, z nekimi običaji družbenimi, ali da jih ustvariš v neko stvar, ne? Da tisto, kar ti počneš, magari si napišeš za sebe, potopis, v končni fazi ga objaviš, in pol ostane neka trajnejša sled, nekaj obstojnega od tega, kar si ti doživljal. Ja, se konc koncev tudi dnevnika, neki boj proti menljivosti trenutka, ne? Ti ga hočeš zdaj ovekovečiti sam sebi, magari, ne? Tudi fotografija, ne? Ja, se to, vsi delamo obsesivno fotke, ne? Mogoče tudi na tem, kaj. Ja, mislim, to ima ravno zdaj, do zdaj sem se brzdal, da bi omenjal njeno ime, ampak Hannah Arendt. Vita aktiva, ne? V tej knjigi razlaga ravno to, ne? Da to je problem človeškega delovanja, ravno ta minljivost. In zdaj imaš dve možnosti, ali se človek v svojem delovanju, da se ustvarja, da nekaj stvari ustvarja, da ne vem, da naredi mizo, da naredi nekaj, kar bo ostalo, pismo napiše. Ne rečeš zgolj osebno, ampak daš pismo in pol ima to kar naenkrat, samo zato, ker je ustvarjeno nek trajnejši, globlji pomen, kot bi gola beseda. Ne? Sicer tudi gola beseda ima lahko zelo globoko seže in ostane dolgo, ampak ostane zgolj tako dolgo, dokler se ljudje spominjajo. Ko se več ne spomnim, pa hitro je pozabljeno. Ne? Recimo, onokrat sem bi razmišljal, kak je pač normalni ljudje, če tako rečemo, ne? Ki pač ne hrepenijo pod neki te večnosti, ne? Prek nekega umetniškega ustvarjanja, kako so v bistvu podvrženi pozabi. Več čas si tem boju, že 2 rodov nazaj se ne spominjamo, kdo so bili naši prav starši. Ne? Ti ljudje kar se razblinjajo v nič in nehajo pomeniti. In pol ta misel, da boš tudi ti sledil tej usode, je po mojem več čas taki opomnik, da se človek več čas bori s to pozabo. Zdaj pa lahko se umakneš v trenutek in se nehaš s tem ukvarjati, ampak jaz mislim, da to ni tak optimalen način soočanja s to minljivostjo človeka, kot se prevzema kot samoumevno danes. Ampak kaj ti je bolj pomembno, pač, da živiš dobro življenje ali to, da se te spomnijo naslednji rodove? Dobro življenje je tisto, v katerem se me bodo spomnili. Aha, okej. Za mene. Aha, za mene. Mislim, ker če ne bo življenje. Če se te ne bo nič spomnil. Kakšno življenje bo to, če bo pozabljeno? Pol v bistvu živim za pozabo. Pol je najboljše, da se prepustim hedonizmu, da uživam življenje v polnem in je zato. Samo strogo gledano, vse kot ti enkrat umreš, kaj potem za tebe pomeni? Ja, v bistvu. Kaj se dogaja za tebe po smrti? Dokler ne umrem. Dokler ne umreš, mi to pomeni. Je to tisto, kar te žene. Se moram vesti, kot da bo mi pomenilo tudi po smrti. Kot da živim za večnost. Če se ne pretentam, da živim za večnost, pol ne morem živeti za sedanjost. Samo je ta plemenita samoprevara nujna. Kaj pa, če obstaja neki način bivanja, ki se ne vdaja v take iluzije? Ja, možno, da je. Ja. Samo se nam zdi, da se je to prijelo.
da je uspešna ta taktika. Nismo ravno zdaj, danes v tem družbenem zeitgeistu, ko živimo za trenutek, ko živiš za to, da se imaš fajn, tudi pri delu, da karkoli delaš, se moraš imeti fajn, da ne zapravljaš življenja. Torej, ful smo v to, da zdaj mora biti ok, nima veze, kaj bo, politak boš mrtev, to je samoumevno. Ampak nismo glih ful bolj srečni, ful bolj jamramo, kot so jamrali včasih mogoče. Samo tudi... Pa so hujše stvari doživljali. Tudi z Bogom je bolj fajn živeti kot brez Boga, pa to ni razlog, zakaj bi Boga prevzeli. Ne, točno to je razlog, da zakaj Boga prevzameš. Ja. Kot nekdo, ki vse stremi k temu, da bi vse te iluzorne plati življenja podr, pa vsaj živijo malo bolj neprijetno, ampak bolj z skladu z nekim trudom, da razblini iluzije, ki ga ženejo življenja, pa je vseeno mogo k temu stremeti, ne? Da Boga odpraviš, da... Zakaj? Kar pač vidiš, da je to neka stvar, ki smo psihološko motivirani za to, da bi jo prevzeli. In potem pač itak vidiš, da če neka ideja, toliko neke blaginje psihološke stvari, da se ljudje nagnjeni, da imajo čustvene razloge, da jo prevzemajo, to potem hitro postane skeptična in pač kot filozof podvomiš v to, pa probaš in misliti druge načine, kako lahko smisliš tvoje življenje, brez da se moraš zatekati v take iluzije. Mislim, kako filozof pa se v samo prevaro spušča. Jaz sploh ne razumem, zakaj bi bilo življenje dobro samo takrat, če bi se te kdo spomnil. Se to ni, zakaj? Zato, ker če ne mineva. Ja, ampak da je življenje dobro... Zakaj izraziš svojo izkušnjo potovanja? Zakaj ne prepustiš pozabi? Ja, zato, ker si dostikrat predstavljam, ko bom stara 80, bom to brala. Ja, pa bom si rekla, wow, cool je bilo to življenje. Torej, hočeš spomin? Za sebe, ja. Ni pa pomembno za druge. Ne vem, zakaj bi bilo življenje slabo, če se mene recimo prihodni rodovi ne bojo spomnali. Po moje boš bolj prišla v... Nebesa bom rekla, jo škoda. Ne, proti... Pekel boš prišla in pa... Ne, po moje boš prišla v drugo življenjsko fazo in pol se ti naenkrat te vrednote preusmerijo in pol začneš razmišljati, kaj pa bo od mene ostalo. In na to, zaradi tega moraš staviti na to, za spomin. Jaz sem veš, da dosti ljudem je spomin družina. Veš, otroci, ni nujno, da nekaj ustvariš. To je legitimno, to je čisto v redu. To so vse iste načine, druge plati iz tega kovanca. Malo slabši kot filozofski pomeni. Ne, ampak dejansko se ljudje prek družine, pogledaj, kako je pomembno, da greš na grob preminulemu človeku. Najprej smo se glih pogovarjali, ne pa da ga očistiš, pa samo da spomin vzdržuješ. Da greš vsak 1. november, prižgeš svečo za neke kosti. Ne? In po mojem je to življenje trenutka, da pol se ti precej lahko prevrednotijo stvari z letem, ko več nimaš take moči nad svojo usodo. Ko več nimaš nadzora nad tem, koliko boš spominjan. Zdaj pa ali boš spominjan od družine, ne, ker lahko vpliv imaš tudi znotraj tega socialnega, ne, recimo, če si žlehten, če si Scrooge, tako kot v Dickensovi zgodbe, ne, pol bo tvoj spomin slab, ne, in starejši kot si, težje boš to spremenil, kakšno sled boš pustil. In starejši kot si, bolj te bo to obremenjevalo, tudi če se ne zavedaš. Pa meni se zdi, da je to taka specifična, mislim, da je to nekaj, kar nas žene, ta boj proti minljivosti, ampak da ni to edini odziv, da si samo prevaro postaviš pa stremiš k večnosti. Kaj bo recimo, ne vem, sploh recimo v japonski kulturi imaš posod ta vabi sabi, ta estetizacija dejstva, da pa je vse minljivo in bo šlo v nič. Da ne popolno v bistvu, ne? Ja, in potem sprejmaš to življenje, pač sprejmeš to svojo minljivost in se naučiš živeti z njo. In zato je mogoče pol neki japonski tam menih ali pa neki, ne vem, pomivalec, veceškolk, ne, kot v filmu od Wendersa, Perfect Days. Lahko pač sprijaznen z tem, da bo pač v nič in pač od dneva v dan samo tretira življenje kot neki estetski fenomen, ker se pač ne obremenjuje z tem, kar bo potem. Pogleda, kaj že to, mislim, da se predstavlja škoda, je to neka ful taka primordialni, prvobitni način soočenja življenja. Pa v resnici že to predpostavlja nek širši okvir, da življenje je minljivo. Torej že imaš nek okvir, ko z vidika večnosti pogledaš na življenje in ga zato živiš
v trenutku. Imaš širši vrednostni okvir, ne? Ja. Ni kar, da bi zdaj ti samo sprejel ta trenutek in samo se prepustil vsem užitkom, ampak zato, ker čutiš to minljivost, ker pogledaš na življenje z vidika večnosti, se odločiš delovati na način, ki misliš, da ima večjo vrednost. Ja, saj ni, da bi to bilo neki privzeti ali pa pravilni način, ampak očitno obstajajo načini, kako se lahko, ali pa vsaj mislim, da obstajajo kakšni drugi načini, kako se svojo minljivost spoprijeti, brez da bi stremel k tej večnosti. Jaz bi celo rekel, ne vem, recimo, bi rekli, kaj že ta Ernst Becker, ko ima to knjigo Denial of Death, potem tako psihoanalitično gre skozi vse stvari, ki so ljudje pripravljeni narediti za to, da bi zanikali svojo smrt. Ne, ima taki njegov primarni primer je vojak. Ne, se spusti metkom naproti. Spusti se metkom naproti. Ne, mislim, to se mi zdi taka najbolj, kaj bi rekel, najbolj taka primer tega, ko je nekdo pripravljen umrt za neko abstraktno idejo, ne, svojega naroda ali pa svoje države. Ne. To res moreš, kaj bi rekel, zelo proti, tak, kaj bi rekel, res moraš biti idealist, no, da stopiš metkom naproti, pa si z gotovostjo, da ok, mogoče bom umrl. Kar ni gotovost, ampak negotovost v bistvu. Ja, zdaj poslušam, da nekdo v nedeljo ne dela. Aha, ko si nekdo. Torej, še vedno smo pri temi, ne? Ali delo osvobaja? Ja, mislim, kaj sem hotel reči za tem primerom je, da meni je malo čeprav sam se vedem, kot da sprejemam, vseeno me malo hočem se odmakniti do nje, ker vidim, kaj vse ljudje na nek način zaradi te večnosti po smrti si pripravljen zanikati realnost tvojega življenja tukaj. Zato, ker ti hočeš biti spominjan po tem, ko boš umrl, živiš mimo vsega življenja, ki se dogaja in se vržeš v neko delo, v neki projekt, zaradi katerega, ne vem, recimo, če si umetnik, kaj delaš to svoje, recimo, ne vem, na neki točki začneš prioritizirati to na družinske stike, socialne stike, naprimer, nad zdravje, konc koncev, ker pač nimaš časa zraven vseh projektov še tega delati. Vojak prioritizira svoj junaški sistem nad pač svojo lastno dobrobitjo. Zaradi te samoprevare, ki si jo postavimo, na nek način ali žrtvujemo ali pa zanikamo realnost našega življenja tukaj. Ta plat, zaradi zanikanja smrti tudi prinese nekega zanikanja življenja, to me moti pri tej iluziji, ki si jo postavljamo. In zato skušam najti načine, kako bi lahko človek se sprijaznil svoje minljivosti, brez da je mogel k tej večnosti stremeti. Moče pa obstaja take načine. Ker včasih, ko se osredotočiš na večnost, pol se nekim stvarem odpoveš, ki pa so tukaj in zdaj. Ne rečeš, ne, jaz ne morem to, jaz moram to narediti. To pa pol tisti drugi pol, ne imaš bežanje v trenutek, kjer zanikaš realnost časa, da se ne rajš za negotovostjo prihodnosti, pa za bolečino preteklosti ukvarjati. Pa imaš drugo skrajnost, ko pa zanikaš realnost trenutka, ker samo živiš za tisto večnost in postaneš deloholik in se izgubljaš v delo. Zato imaš nedeljo. In praznike. Zato imaš neke mehanizme, ki jih pridejo od zunaj, od sveta, ki te, če preveč delaš, bremzajo, in če premalo delaš, spodbujajo k delu. Brcnejo. Ampak to smo si že verjetno odgovorili, ne? Smo si že odgovorili, zakaj sploh človek mora delati? Ja, Primož je predlagal za to, oziroma se bo pa dva, to se bo zdaj ful slišalo na tem posnetku. Ja, slišim, da ko si... To ne rabi biti zdaj v posnetku, to mene samo tako zdaj zanima, smo na to odgovorili. Na kaj smo zdaj, če delo osvobajam? Smo to dejansko odgovorili, mislim, kaj si ti torej predlagal? Daj me nauči, ti si filozof. Primož je predlagal, da nas delo osvobodi tega soočenosti in nemoči v soočenju z svojo minljivostjo. Ne? Ja. Kaj pa, če te minljivost ne tako zanima, recimo? Tudi to je en aspekt, ne? Se v bistvu minljivost ne enako nastopi kot taka realna, oziroma ne enako zavestimo minljivosti. Nismo vsi enako, kaj bi rekel, nimamo vsi enako pred očmi tega dejstva. Ne? Tudi veliko ljudi tudi reče, da pač sploh ni
ni mar za smrt, se ne bojijo smrti. Mislim, da ni jim relevantno, da nič. Da so v zanikanju večinoma te ljudje. Ja, ne vem. In pol pač predati tik pred smrtjo. Shit. Ne vem, če. Res bom umrl. Kaj sem jaz dela? Kaj pa če smo, kaj pa če po sebi to zaslepamo? Imaš stare ljudi, ki zadnje desetletje življenja postane ful grenek, zagrenjen, ker ni smiselno preživel svojega življenja. Pa kaj tajega? Ja, možno, ja, bi rekla. Ja, to že verjetno, ampak vprašanje za koliko... so ljudje, ki jih ta minljivost ne skrbi tako. V bistvu si ti pol, recimo tvoja teorija je to, da pač človek mora delati, da se pač sooča s tem strahom pred smrtjo. Recimo po domačih besedah. Ne, ni? Ne, strah pred smrtjo je pač nek vidik, ki te... Dobro, te pa to je za Aljoša. Ki te lahko spodbudi k delu. Jaz mislim, da delujemo za to in iščemo neko smiselno delovanje, zato da lahko smiselno živiš. Ja, da se ti zdi, da živiš vredno življenje. Ja, meni, če bi si odgovorila tako, da bi se nekaj tako menili, da naj bilo kamera, ne, bi rekla, jaz pa delam sem zato, da če ne delam, se mi zdi, da sem čist depresivna. To je moj edini razlog, ne da nesmrtna, da me se kdaj spomnim, ampak ker sem ugotovila, da ko ne delam, sem čist fertik. Samo zakaj pa si čist fertik? Kaj pa če je v zadju to, kaj Primož govori? Kaj da je bilo v zadju, da v resnici se bojim, da me bojo po smrti pozabili. Pa tega si v bistvu ne priznam. Ali pa da v zadju si misliš, da zapravljaš svoje življenje, da ga ne preživljaš smiselno in zato prije to malodušje ven. Moje si preveč konkretno predstavljaš to pozabo, kot da gre to zdaj nujno za to, da imaš nekaj ljudi, ki, Mateja Toplak je enkrat živela, naj bo spominjena. Samo mene to ne zanima, ne, jaz mislim, iskreno. da je že dosti bolj, nekaj dosti bolj prvinskega, na neki bolj prvinski ravni se s tem zoperstavljamo. Torej, sam ta tvoja želja, da se izraziš, je torej, da daš nekaj ven, da daš nekaj v svet, da se ustvariš. Ker ti to, samo to dejanje tega, da se daješ v svet, ti potem daje občutek, da si več kot zgolj to minevanje, ki ga čutiš v sebi. Kot zgolj občutki, ki jih imaš ti v sebi. Ko jaz napišem svojo misel, je ta misel naenkrat postala reč v svetu. Ni zgolj nekaj, česar več jutri ne bo. Veš pa, če gremo malo nazaj, ne? Očitno se res pač, ko si bil na toti obletnici šole, ne? Pa so te vsi spraševali, kaj pa ti delaš, ne? Ne, vsi sem par. Pač par. Vsi so se okoli njega. Kaj pa ti? Ne, ker dejansko pol včasih, ko smo v okolici ljudi, ki pa vsi neke zanimive stvari delamo, pa se pol tak tiho vsak saj vpraša, kaj pa te jaz delam? Jaz se ne. Mislim, da nimam nikoli tega dvoma, v tem smislu, da ne bi delal smiselne stvari. Samo tako zelo zaslepljen in ampak jaz mislim, da dosti ljudi, ne, ker ljudje se primerjamo en z drugim. Pa recimo dosti ljudi po nekih takih srečanjih, da srečaš, ne vem, par ljudi, ki so bili tvoji sošolci, recimo. Pa en ima firmo, ki prodaja neke Ferrari, en prodaja sveče, en pa je neki uspešni. Kaj jaz vem. Knjige piše, ne? In pol si tam med njimi, ti pa delaš na pošti, ne? In pol priješ domov, kako se počutiš, se mogoče vprašaš, kaj pa sem jaz dosegel? Ja, samo to je zdaj kompleksna, to zdaj, ne? Ja, to je vprašanje ega. Pa družbeni čist kriterijev, ki so precej se razlikujejo, ne? Včasih bi bilo delo, mislim, skozi zgodovino imaš zelo različno vrednoteno neko delo, ne? Pa recimo imaš tudi spolne razlike, ne? Recimo, da žensko delo je bilo manj vrednoteno, oziroma da imaš to nevidno žensko delo, gospodinsko delo in tako naprej, ne? Kar se zdaj seveda spreminja. Kar se zdaj rahlo spreminja, ne? Samo s tem tudi viš, da ni zanimivo, ne? Da ko se delo spolno postane bolj enakopravno, da se bolj zastopano, šele potem ugled dela. Mislim, recimo, ko so moški postali kuharji, je zdaj naenkrat kuhanje postala umetnost kuhanja. Ne? Je to točno res? Točno od takrat? Ne vem. Se vem, tako se zdaj dosti krat doreče. Jaz se bom mogla, ne bi se razstrinjala s tem. Ne, da šele, ko postane, mislim, kak je to od družbe, vsaka je odvisna, ne? Šele, ko postane neko družbo od moških priznano, pol je vredno nekaj, ne?
to ima za debato o feminizmu. Zdaj pa, a ne na to predpostavlja nekega, recimo tako je Jung imel to delitev na ekstrovertirane ljudi pa introvertirane. Kaj pa, če smo mi dva, zdaj samo mi dva tu govorimo kot ekstrovertirana človeka, ki se moramo pozunaniti, da bo nekdo drugi se prepoznal v najnem delu, neki introvert pa bo rekel, pač to sta pač vidva vajn personalni tip in vidva zdaj to posplošujeta, kot da to, kar govorita, se nanaša na vse ljudi in na izkušnjo vseh ljudi. Samo ti si introverten? Mislim, jaz sem introverten. Jaz sem ekstroverten, pa imamo oba isto težnjo. Ne, jaz sem v resnici ful ekstroverten v smislu, da nonstop čutim potrebo, da pozunanim svoje občutke, ampak pač sem slabi v tem smislu, da iščem posredno to skozi umetniška dela, ker pač je nekaj spodletelo na faze neposrednih stikov, da ne rajim toliko družbe neposredne, pa sem tak zadovoljen sam. Ja. Mislim, ker ekstrovertiranost, introvertiranost, to ni samo, da koliko se z ljudmi rad družiš, ampak koliko čutiš potrebo, da se pozunaniš, ne? Eni so radi samo, pač poznam koga, ki je rad samo tak, da ga nišče ne moti. Ja. Da je tak introvertiran, da on pač ima samo svoje delo, njemu ni pomembno drugi ljudje. A ni umetnik pač imaš celo kategorijo umetnikov, ki so bili kot ljudje zelo introvertirani, torej so delovali navznoter, recimo, ne vem, kaj je že bila Emily Dickinson, Emily Dickinson moj ni dober primer. Borges, verjetno. Ampak imaš te tipe, ko so pač bili sami sabo in samo pisali za svojo poezijo, za sebe. Pa Kafka. Ja. Tako da po mojem imamo čebelo to. Po mojem je to neka stvar, ki ignorirajo. Čebela dela. Ja. To je zanimivo, ne? Mislim, da na desnici je zelo priljubljen ta čebela kot metafora za dobrega človeka, ker je pridna in delavna. Ampak mislim, da je Žižek rekel, ampak čebela v bistvu ima fašistično družbo, ker vsak ve, kje mu je mesto, imaš nekega Führerja in potem si pridno delajo. Exposed. Glavnem, jaz mislim, da je človekova želja po tem izražanju, da predhaja razliko introvertnosti in ekstrovertnosti, oziroma da en in drugi čuti samo moče v različnih merah. Okay, ja. Težnjo po ustvarjanju. Pač, ker introvertnost med umetniki mogoče celo bolj zastopana kot ekstrovertnost. Čisto tako po psiholoških tipih gledano. Ampak vsi se pa izražajo. Vidiš tudi recimo, ne vem, pri glasbeniku, ko imaš na odru enega ekstrovertnega, enega introvertnega. Ekstrovertni je tisti, ki je entertainer, ne? Tisti, ko zabava, ki se pleše, čeprav nekateri tudi fejkajo to, ne? Ampak eni gre naravno, jim je to tako bolj ekshibicionistično nastopanje, ne? Ko so ful nazven več čas, ful so s publiko, ful so vse morajo povedati. Imaš pa tiste umetnike, ko prija na oder s svojo kitaro, kantautor poje svojo v svojem Ura, ja. Ura. V svojem mehurčku in jaz sem zadovoljen. Ampak če gremo zdaj mogoče nazaj na kategorijo dela, da pravimo zdaj nekako to povezati vse te tisočere smernice, ki smo jih načeli. Ne? Ja, pač to me skrbi, da ne dovolj apliciramo na... Pač zdi se mi, kot da se recimo Mateja sploh ne prepozna zdaj v tem, kar recimo mi dva zdaj govorimo za... Ja, ne vem, zakaj bi mogel nujno se mene nekdo spomniti. Zakaj bi jaz mogla to zdaj v času življenja razmišljati? Ne, se ne zdaj v tem smislu. Zdaj v tem globem smislu, samo da postaneš delnič neke večje celote. Ne, se verjetno tudi je fajn, da preseže svoje delovanje lastne, recimo doprineseš neke družine, ne? Doprineseš neke recimo okolju, v tem smislu verjetno, da postaneš del, da se svoje individualne minljivosti zoperstaviš na tak način, da se investiraš v neko večjo obstojno celoto. To je verjetno tista samo ne vem, če je to zaradi specifična minljivosti, ampak zaradi samo dobrega počutja. Trenutnega. Se čist preprosto lahko tu rečemo. Ja, te pa dajmo. Mogoče je pa to. Mogoče pa pač nimaš te težnje. Mogoče boš ti na neke točke ugotovila, na neki drugi življenjski fazi, da pa v resnici bi bilo dobro, ko bi bila imela to težnjo, ali pa je samo nisi takrat čutila, zdaj pa jo, ali pa ima mi to ugotovila, mislim, se že zdaj ugotavljam, da je ta težnja lahko ful destruktivna in te tudi v neke načine delovanja, ki tudi niso v redu. Po moje ni nujno, da zdaj vsi lepimo po tej večnosti. Jaz tega sploh ne trdim. To pač je mogoče neka okupacija nekih, mislim,
nekih ljudi, ki imajo, mogoče nam je kaj na neki točki zmanjkalo, ali pa imamo neko tako presežnost nekega izrazne želje v sebi, da čutimo, da edino tako, da bomo ustvarili to, kar imamo v sebi, torej postvarili pravzaprav, bomo lahko začutili vredno življenje. Nekdo drug pa pač tega nima, ne? In je bo boje legitimen. Da je umetnik tak malo bolj faliran ekstrovert, ki pač ne najde v neposrednem stiku z ljudmi, ima pa to globoko potrebo, da se pozunanji, medtem mogoče pa res vsak človek nima tega. Jaz tudi imam to potrebo, samo ne po smrti. Ne vem, zakaj me po smrti zanima. Mene zdaj zanima, jaz bi zdaj rada. Ne, to sem mogoče jaz bolj specifično v to smer šel, ampak ni za nujno tako, da bi vse... Jaz mislim, da bo moje življenje vredno. Veš, da si jaz mi rečem, ko bom stara tako naša babica, 85 let, pa bom pogledala nazaj na svoje življenje, vam rekla, bom brala svoje zapise, vam rekla, wow, to pa je bilo zanimivo življenje. Ja, okay, in to je čisto legitimna zgodba. In kaj konstituira potem, kaj bolj konstituira to dobro življenje? Zanimivo življenje, se rekla. Zanimivo, torej jaz si pač nekako želim, da je moje življenje neka avantura, ne? Da je doživetje. Rekla, wow. Zdaj v bistvu gremo v neka področja, ki so zunaj teme tega podcasta. Ne? Zdaj govorimo v smislu življenja, pa o ustvarjanju, pa umetnosti, tako da smo precej zašli. Ne? Ja, ne, jaz mislim, da če se vrnemo vseeno, zakaj smo na to temo prišli, zato ker smo se spraševali, zakaj ljudje delujemo in zakaj delamo in zakaj rabimo brezdelje, ki je zunaj, ker je to eden od vzgibov, to hlepenje po večnosti, ali potem, da je zanimivo življenje, retrospektivno, ne? Tudi brez večnosti v enačbi. Ne? In recimo meni se zdi, da iz teh različnih razlogov delovanje oziroma delo je neka kategorija, ki mogoče ni nujno dobro, da jo razumemo kot negativno. Da prinaša nek red, nek smisel življenja, ki je vseeno vreden negovanja, hkrati pa brzdanja. Ne? Da te ne zanese preveč v delo. In jaz sem se želel dotakniti ene teme, za katero pa zdaj pa moja nimamo časa več, ne? Vrniti potem to vprašanje nazaj na družbo. Ne? Kako pa je družba spremenila značaj dela? Ker ti v resnici je odvzela to usmišljujoče delo. Hkrati pa ga je zapovedala. Ja. Po eni strani zdaj moraš hoditi na svoje vsakdanje delovno mesto, delati kot poln človek, moraš biti tam zadovoljen delavec, moraš biti. Ne? Tvoja služba ti mora predstavljati tvojo osebno izpolnitev, ampak v resnici je to samo nek mit, ki ga od zunaj pravijo. V resnici pa ta proces služi izključno temu, da preživljamo. Vse drugo, kar pa ni v tej kategoriji dela, pa je s tem zreducirano na hobi. Ja. Zgolj, kot reče Hannah Arendt, ne? Zgolj na brkljanje. Nekaj delaš, nekaj popoldne, malo vrtičkaš, malo pišeš neke pesmice, ne? Ampak resno delo je tisto, v katero greš služi denar in v katerem ti bo delodajalec za to lažbo povedal ta mit o usmišljujočem delu. Ampak takoj, ko je delo, enkrat delo za nekaj drugega, za denar, v resnici ne more biti to usmišljujoče delo, za moje pojme. Ker ga ne delaš zaradi tega samega, ampak pač instrumentalno, tako smo prej začeli. Ne? Ja, odtujeno ti je delo. Ne? Odtujeno je v resnici delo, niti izdelka, ki ga narediš. Ja, ga v bistvu ne vidiš. Ne? Pa tudi totalno minljivo je tisto delo. Ne? Samo nekaj hodiš na neko delovno mesto in potem samo povzijo po tekočem traku stvari mimo tebe. Ljudje mimo tebe. Ja. V fazi, ne? Verjetno rabiš nekaj, kaj bi rekel, to je mogoče tudi taki aspekt dela, ki ga ne maramo, da ustvarjamo v monotonem procesu, ustvarjamo potrošniške stvari. Ja. Ne? Verjetno pa je osmišljevajoče delovanje tako, ki pa ne ustvari nekaj, kar je lahko potrošeno. Ne? Recimo, ne vem, to, ko pišeš potopise, tega ne moreš samo potrošiti, ampak pač ostane. Ne, vrednost je večna na nek način, neki izraz. Ne. Pač v bistvu delo je postalo samo eno trošenje.
Pač samo, da se dalje vrti ta krog potrošnje. Nekaj delamo, da se nekaj ustvari, pol se tisto konzumira, da se potem lahko z svežimi energijami spet dela in ustvarja tisto, kar bo konzumirano. In pol nam to hočejo prodati kot, zdaj pa bodi zadovoljen na svojem delovnem mestu. Recimo, če bi mi za ta podcast snemali kot služba za denar, bi to bilo delo, za katerem bi mi ustvarjali neki potrošniški material, zato da nas bojo sponzorji plačali, da bodo gledalci kliknili subscribe, pa gledali dalje, pa bomo dobili tisti ček, da bomo lahko še en mesec živeli. Zdaj pa, ker je to recimo konkretno ta podcast iz tega inštrumentalnega recimo nekega vzroka, pa lahko delujemo, zato ker ne zgolj neki potrošniški material ustvarjamo, ampak pač delujemo, recimo, ne vem, tam smo zdaj bili na Ptujski gori, da smo se sem predstavili, tam doma na roko montiral, sem 100-krat šla zgor pa dol, kako bi to skup postavila, kup nekih elementov dama not, samo zato, ker iščemo načine, kako delovati, ne zgolj pač nekaj dela za to, da v produkt sta, ne, ampak iščemo neki smiselni način, kako svoj čas vlagati v nekaj, kar bo obstalo, kar ne bo zgolj potrošeno. In I guess, da je to tista distinkcija v delu, ki je zares šteje. Torej, pripenja se to kup nekih idej od večnosti do menljivosti, do imaš različne vire, imaš, odkoder lahko to delo črpa nek globlji smisel. Ja, ampak glavna distinkcija pač to, po moje. Ali delaš inštrumentalno, ali pa deluješ za to, da svoj čas nekako vpneš v neko smiselno živiš, zgodbo. Se udejanjaš. Da se udejanjaš v bistvu, da svojo individualnost, I guess, nekako daš nekam, v neko delovanje. Do zdaj, ko sem poslušala vajne podcaste, nisem to čutila, kaj zdaj, ne? Torej, podcast je bil ali nas delo osvobaja, ne, vprašanja. Zdaj pa imam toliko vprašanj v glavi, da bi zdaj mogla študirati par dni, pa si odgovoriti na ene stvari, tako da res. Se to smisel podcasta, hvala, to je super. Hvala, meni ste zdaj odprla samo 100 debato v 2 delih, zdaj toliko nekih vprašanj, da sem zdaj bila zadnji del malo tiho, ne zato, ker sem zmantrana, ker sem se preveč najela. Tudi zato. Ja, ampak pač dejansko, zdaj bi še lahko imela recimo ful vprašanj, ne, pa kak je zdaj to, pač dejansko mi nista dala nobenih odgovorov, samo pač ful vprašanj se mi je v glavi odprla. Se tako je filozofija dosti krat, ne? Ja, temu stanju filozofiji rečemo aporija. To se sprašujem. Da si v bistvu na nekem razpotju. Ja. Da imaš dosti nekih možnosti, kam bi se lahko razmišljal. Samo se mi zdi, da lahko bi naredili drugače. Da bi zdaj jaz od začetka do konca se prvo čim bolj brzdati. Da je imel ti predavanje. Da je imel predavanje, da bi vam povedal, kako jaz gledam na delo in pol bi rekla, ja, in bi bilo to. Ampak zdaj ste ima pa tudi... Ja, bi rekla, itak. Ja, valjda. Ampak vse to se zgodi na številnih podcastih. Ti si mi včeraj ravno si mi enega omenjal. Ko pa če en pride od predava, pove, kako on vidi stvar, in pol je to zaključen, in pol ljudje to downloadajo, in pol tak misli in tak živijo. Pol pa življenje priješ na to, da prijajo neki protislovi, ko pa to ne gre skup s tem načrtom, ki ti ga nekdo predal. In jaz mislim, da taki pogovor, ki te v bistvu pripelje samo na razpotje, ne do nekega odgovora, te v bistvu bolje opremi za to raznolikost življenja. In tudi za raznolikost dela. Da lahko bi se rekli, da delo je samo tisto, kjer se počutiš udejanjenega, ampak smo videli, da ni nujno, delo je marsikaj, ali pa moraš uživati, spet ni nujno, lahko, ni vredo preveč, samo imaš neke možnosti in po mojem je to bolj koristen način za soočanje z sodobnim. Zanima, kaj se bojo poslušalci v tem mislili. Moje smo jih zdaj že tako večinoma zgubili, zato ker je bilo toliko nekih zastranitev, pa hrupov, pa ničev. To bo vse v montaži rešil. 60% gledalcev, ki še je ostalo do konca, seveda. 60%. Optimist. Se lepo zahvaljujemo, da ste z nami in vas zdaj vabimo kaj komentarje. Pa da se naročite in sledite. To pa je najbolj pomembno. Ne mnogo hrupa na vseh omrežjih, samo mnogo hrupa. Še TikTok imamo, tako da. Točno. To ga imam jaz. Moj sam ti. Ja. Videl sem boomerja. Ja. Mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa.